Skratka, evo bomo začeli, opravičujem se za zamudo. Bom povedal že na samem začetku, ja, je to obdobje, očitno me ljudje tukaj tudi iz publike s parimi, ki sem se pogovarjal, mi razlagate, da je ogromno ljudi resnično bolnih zadnje čase. Tako da, ja, odpadla nam je prejšnji teden okrogla miza, to sem povedal, ti trije gosti, ki so bili napovedani za prejšnji četrtek, 19. januarja, ta pogovor, torej svet v letu 2023, se bom potrudil, da izvedemo v marcu, mesecu marcu. Za danes se je opravičil Darjan Košir, novinar in urednik časnika Dnevnik, ampak evo, stanje se izboljšuje. Prejšnji teden sta zbolela dva, tokrat samo eden, to je trend, ki gre v pravo smer. Tako da dokler imamo dva spoštovana gosta, bomo seveda debato izvedli. Preden ju jaz predstavim, bi povedal samo par stvari, ker je debata o Sloveniji v letu 2023. Bi vam rad jaz za začetek povedal o poteku mojega življenja za časa Golobove vlade, brez da bi ta kakorkoli vplivala na moje življenje. Za začetek, volitve so bile 24. aprila. Jaz sem bolj naslednji dan, 25. aprila, v ponedeljek se zbudil ob 5. zjutraj, dal Ali ljubčka, se usedel v avto in se odpeljal v Harkiv. Ni bil to nujno moj cilj je bila Ukrajina, ampak pač pa da vidimo tam, kaj bo. Tam ostal je par tednov, prišel mislim v drugi polovici maja nazaj, nekaj časa sem bil tukaj, sestavljala se je ta koalicija, pol je bila sestavljena ta prva vlada, v tem tednu je zdaj dopolnjena oziroma, kot pravijo, popolna. Jaz sem rekel, ok, tukaj so stvari nekako pod kontrolo in se šel nazaj v Ukrajino, ker sem spet preživel nek del poletja tam. Pa sem prišel nazaj in sem vprašal prijatelje, ki igrajo različne vloge v družbi, sem rekel, ok, kako gre kaj tej Golobovi vladi? So rekli to in ono, vse skupaj je bilo podčrtano, češ, ok, bomo videli, zaenkrat je ok, sem rekel, dobro. Sem šel pol v Liberijo, kjer smo snemali en dokumentarni film, katerega režiser sem. To je bila dobra izkušnja, oziroma sem hvaležen za to možnost, ker to je bilo jeseni, ko smo mi se navadili na to besedo draginja, ampak v Afriki zaradi te ukrajinske krize, imajo pa lakoto in bojo imeli tako imenovane food riots, to so izgredi zaradi lakote oziroma pomanjkanja hrane. Tako da je bila dobra izkušnja biti tam, se pogovarjati z ljudmi o tem. Pa sem prišel nazaj, sem rekel, ok, kako gre kaj tej Golobovi vladi, kaj se tukaj zdaj dogaja, in so mi ljudje rekli, da bo treba iti spet na referendum, in sem rekel, a res? In so rekli, ja, 3 referendumi bojo, so rekel, Pišuka. Mislim, rekel sem nekaj drugega, ampak za uradno verzijo o Pišuka. In pa sem šel na te referendume, te 3, in sem enkrat obkrožil proti in sem 2krat obkrožil za. In pa sem šel nazaj v Ukrajino, s katero sem prišel pred kratkim in od takrat sem večino časa, tako se mi zdi, ampak dejansko veliko časa v kleti od javne televizije, delamo postprodukcijo tega dokumentarca in sem čisto odrezan od sveta. In se mi zdi, da je prav, da to povem na začetku, ker se bomo pogovarjali o Sloveniji v letu 2023, v kateri jaz pravzaprav veliko časa v zadnjem letu niti nisem bil. So stvari, ki jih ne vem, ki jih ne razumem dovolj dobro, moja vprašanja bojo v tem pogledu absolutno iskrena, moje začudenje tu pa tam tudi. Ampak po drugi strani pa zelo razumem krizo. In če nič drugega, jo doživljamo že lep čas, tam od 2008-2009, gremo iz ene v drugo, imamo politične krize, imamo gospodarske krize, imamo krizo v zdravstvenem sistemu, stanovanjska problematika zame ni problematika, je katastrofa. Kar se tiče našega okolja oziroma narave, tukaj opažamo tudi še naprej degradacijo na številnih področjih, še naprej posege raznih interesnih skupin v naša okolja in tako naprej. Tudi o tem bomo danes govorili. Tako da mislim, da bo koristno za vse nas tukaj, vas predvsem, če me obravnavate kot nekega Slovenca, nekega daljnega bratranca, ki je živel zdaj nekaj časa v Avstraliji, je prišel domov
in res poskuša razumeti tukaj neke stvari, ki se tukaj dogajajo. Seveda vabljeni tudi vi z vašimi vprašanji, komentarji in tako naprej. Ponovno še enkrat hvala vsem skupaj, predvsem pa mojima gostoma, Marjana Hönigsfeld-Adamič, biologinja, raziskovalka, ekologinja in ustanoviteljica Zavoda Lutra, Vejica Inštituta za ohranjanje naravne dediščine. Ko si bila prvič moja gostja, sem imel problem z izgovorjavo priimka Hönigsfeld. Me veseli, da smo šli tokrat često, to je dober obet. In pa seveda Jašo Jenula, režiserja, umetnika, s številnimi projekti, tako doma kot v tujini. No, doma je seveda znan kot eden od glavnih, vodilnih, bolj prepoznavnih obrazov petkovih kolesarjev, celotnega tega protestniškega gibanja in tudi kampanje oziroma iniciativa Glas ljudstva, ki nadaljuje s to tradicijo. Pozdravljena oba. Mi smo se pravzaprav spoznali enkrat v zadnjih 2 letih, vsi skupaj, oziroma pač postali nekako zavezniki v tem ali onem. Ne vidimo se pogostokrat, tako da vaju bom za začetek vprašal, zdaj koliko je 7 mesecev, odkar imamo pač novo vlado. Stvari se nekako, bom rekel, nekako prihajajo v tiste neke bolj ali manj normalne tire. Prej je bilo za časa Janševe vlade, jaz mu pravim kar režim, veliko izzivov, veliko problemov in tako naprej. Tebi osebno, Marjana, je Vizjak štopal velike projekte. Jaša, ti si tudi svoje življenje podredil tako profesionalno kot zasebno, si predstavljam celoti gibanju, protestom in tako naprej. Pa me zanima za začetek, kako vidva doživljata tak zadnjih 7 mesecev, kaj je novega, kaj se dogaja, kaj načrtujeta vnaprej. Se da v 7 mesecih pravzaprav popraviti vse tisto, kar je bilo zamujeno v 2 letih in pol prej? Če kar ti izvoliš, Marjana, prva. Kako sta, ajde bi bilo prvo vprašanje, nekako tako. Mikrofon v roke. Ja, dober večer vsem in vama, seveda. Ja, zadnjih 7 mesecev bi kar težko strnila v eno obdobje. Od volitev naprej, to je bilo veliko pričakovanje te volitve in tudi zelo optimistična so bila ta pričakovanja, da bo zdaj veliko bolje. Prej res pod prejšnjo vlado smo težko dihali. Nevladne organizacije, verjetno več njih, ampak predvsem pa okoljske in naravovarstvene nevladne organizacije, ker so bili pač apetiti po investicijah kapitala, rečemo hidroelektrarne in tako naprej, ogromni in tudi odkriti. Nažalost, moram reči, da se pričakovanja niso uresničila, vsaj do zdaj ne. Grejo kar v nasprotno smer, nekako prehaja ta optimizem v pesimizem. Ker so te želje po investicijah in ta kapital, ki hara po naši deželi, nič drugačen kot prej. Samo nekako je zavit v lepši papir. Ta vlada bolje obvlada, bolj kulturni dialog vzpostavlja, bolje obvlada komunikacijo, recimo, in te stvari je bolj prijazna, ampak načrti se pa niso dosti spremenili. Mi smo rabili teh 7 mesecev, da smo to pogruntali, da pravzaprav moramo biti še vedno na drugi strani. Vedno v opoziciji, zato ker očitno je vladanje tako sladko, da vsaka, se to poznamo, ta princip, ko nekdo pride na oblast, je tisti moment reakcionaren. Teži potem, da ohrani svojo oblast in seveda uresniči svoje interese. In tukaj ni nič drugače. Tudi dr. Golob je sicer zelo prijazen predsednik, ampak prihaja iz vrste energetikov in tega se ne sme pozabiti.
In zdaj je drugače samo to, da se o tem manj govori, dela se pa ravno tako. Če gledamo uradni list, so tam neprestano neki razpisi, neke pozivi, neki za študije, stvari grejo naprej, kljub temu, da se ljudje upirajo, da bi radi imeli več pojasnil, da bi radi bili informirani, je javnost izključena iz tega procesa in grejo stvari naprej. No? Če bomo potem še kakšno rekli o tem, kaj se je že zgodilo pod to vlado, čisto zadnja stvar je razdelitev ministrstva prejšnjega za okolje in prostor, kamor mi sodimo pod ta resor, mi smo pač organizacija za varstvo narave, se je razdelilo med dve ministrstvi. Področja, ki jih je imelo do zdaj, Ministrstvo za okolje in prostor, so se razdelila med dve ministrstvi. In to tako nekako, mislim, da je bilo to premišljeno, ampak je pa za obvladovanje tega dela zelo težko. Ne? Jaz sem si tle prav napisala, zato, ker je enostavno nemogoče od včeraj na danes vedeti vse te stvari. Jaz sem danes svojo kolegico vprašala, ki največ ve pri nas v naši organizaciji o teh rečeh, sem rekla, ti kam pa mi zdaj sodimo, kam pašemo, ne? Pod katero ministrstvo? Je rekla, ne vem. Ne vem. A je to zdaj, ne? Okolje, torej tisti segment prejšnjega ministrstva, ki je dajal zeleno luč investicijam, kjer so se izvajale celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov in študije in te feasibility studies, tako imenovane, to je šlo pod energetiko. Narava pa v obliki naravnih virov ostaja na ministrstvu prejšnjem za okolje. A zdaj je postala narava samo vir nekega črpanja energije ali česarkoli že, sploh ni več narava. Kako bomo to usklajevali? Ker narava je nekaj, kar imamo mi okrog sebe, ampak to je naše okolje. To je naše okolje, v tem živimo, od tega smo odvisni. Kako bomo zdaj to usklajevali na dveh ministrstvih, na dveh področjih? Jaz si tega ne predstavljam, pa sem že 25 let v tem poslu. Tako na kratko, mogoče še kaj kasneje. Definitivno bomo temu še namenili precej debate, si jaz predstavljam v današnjem pogovoru. Da ti ne ponavljam prej zastavljenega vprašanja, mogoče lahko tudi ti navežeš širše, pa poveš v smislu, kaj je tista stvar, ki je do zdaj, kar se tiče Golobove ministrske ekipe oziroma njegove vlade, ne, pritegnila največ tvoje pozornosti. Ampak ja, za začetek, kako je bilo pa tvojih zadnjih 7 mesecev? Ja, jaz mislim, da najprej smo si vsi skupaj kolektivno po teh volitvah malo oddahnili, ne, in moj občutek je to, da tudi generalno širše, ko gledam, ne vem, zapise na socialnih omrežjih in stališče ljudi, da so vsi pravzaprav po teh 2 letih upali, ne, in 2 letih ful pozornega spremljanja v bistvu vseh potez, da je bila skozi ta občutek še COVID, plus še Janša, plus še janšizem, da smo vsi spremljali vsakodnevno, kaj se dogaja, da je bil zdaj občutek, dobro, zdaj pa imamo Goloba, imamo enega simpatičnega, karizmatičnega tipa, ki zgleda malo tako kot Prešeren in zdaj lahko v bistvu izklopimo malo televizijo in lahko nehamo spremljati in v bistvu imamo občutek še vedno, da en velik del populacije si v bistvu želi, da je politika nekaj, kar ne rabijo spremljati, ker se dogaja samo od sebe in imajo nekak občutek, da približanje je to in da lahko sami pa se bolj fokusirajo na fuzbal, hobije, družino, kakorkoli ostale neke stvari. In bi predvsem, se mi zdi to, da en del je tega občutenja tega, si lahko oddahnemo, zdaj kao smo ven iz nevarnega območja, da je to en del, ki je prispeval k temu zdaj trenutnemu občutenju. Druga stvar so bili pa te referendumi in ta občutek, da pravzaprav nekako je bilo težko tudi ocenjevati delo te vlade, dokler je bil še tak občutek, da še vedno RTV Slovenija pač ni jasno, kaj se bo z njim zgodilo, te referendumi so v zraku, bile so predsedniške volitve, kjer se
tudi je bila nevarnost, da dobimo eno tako simpatično verzijo Janše, ne, za predsednika in tako naprej, da če že kaj smo se s tem ukvarjali, jaz mislim, da šele zdaj pravzaprav res z letom 23 se začenjamo pa soočati, kaj pa v bistvu je sploh ta Golobova vlada in kaj nam bo v resnici prinesla. In ja, je prvi zaključek, jaz ne vem niti, če je to tako povezano, jaz mislim, da dejansko zdaj so v koaliciji tudi neke ali stranke ali posamezniki, ki jim ni vseeno, ki niso zdaj v pol leta, ne vem, se pustili kupiti lobijem in kakorkoli, ki imajo občutek, da bi radi delali dobro, da bi radi vodili neke socialne politike. Je pa jasno, da je Slovenija na vseh možnih nivojih po mojem prepredena z nekim neoliberalističnim ustrojem, da se te stvari na vseh od najvišjih do čist nivoja, ne vem, uradnikov, ne vem, nekih firm in pa tudi pač ja, ljudi, ki so mnogi od njih kupili pač to neko idejo tega, da še vedno lahko privatizacija recimo nam prinese nekaj dobrega, ne, da je to ta problem, s katerim se bomo soočali. Ne, da zdaj prej je bil zelo jasen ta nasprotnik, je bil Janša, točno to, kar je bilo rečeno, so bile zelo jasno povedane te stvari, oni niso skrivali, mi bomo RTV, preveč vas je in predobro ste plačani, ne, jajca bomo trli sodnikom, ne, imeli smo posnetke ljudi, ki direktno govorijo, Bitenc bo dobil avans, morate plačati vnaprej. Skratka, so bile te stvari zelo direktno, jasno povedane. Ta vlada je pa ja, veliko bolj subtilna, to je ena stvar, nikakor ne bo nikoli takih stvari direktno rekla. Po drugi strani pa se mi zdi, da še dodatno zakomplicira tudi, ker ni čist, kljub temu, da imamo na vrhu Goloba in imamo Svobodo, ki ima največ poslancev, so pa tukaj še te zraven druge neke stranke, ki potem vseeno mislim, da težko oziroma najlažje vedno kot kot aktivist ali predstavnik civilne družbe ali neke nevladne organizacije najhitrejše reči, isti ste, še slabše, ne vem kaj, pač dol kapitalisti, ne, ampak v bistvu se mi zdi pa, da so, jaz sem še vedno na sebi v nekem tako, težko se je zelo črno-belo opredeliti, ker ene stvari se dogajajo, ene stvari grejo v neko boljšo smer, nek dialog je možen na nekih področjih, ne vem, zakon za RTV, ki se je sprejel, ga je v končni fazi spisala civilna družba in tako, so neke natresene, neke pozitivne instance zraven, pa seveda je pa ogromen pač nekih zaskrbljujočih stvari, kjer pa še vedno nek interes kapitala ruži naprej in ja, sigurno na okolju, na področju okolja in narave so taki primeri zame osebno, ker sem se pač tudi malo recimo čez poletje izklopil, pa se pol aktiviral ob teh referendumih, pa ob teh predsedniških volitvah, pa sem mislil, da se bom že spet izklopil, pa smo pa se začeli malo ukvarjati s tem, kaj se bo na tem zdravstvenem področju dogajalo in ko smo se majčkeno poglobili, ko smo se sestali prvič z tem našim ministrom za zdravstvo, ki je še vedno zaposlen pri največjem dobičkarju zdravstvenem v zgodovini Slovenije, trenutno aktivno, smo ugotovili, da se moramo aktivirati in da moramo začeti opozarjati, ker smo dobili občutek, da tukaj pa zelo smo na enih takih tračnicah, ki vodijo v privatizacijo in razpad javnega zdravstva in da je treba na to začeti opozarjati. Tako da nam recimo, oziroma meni osebno je to zdaj trenutno ta glaven fokus in glavna skrb. Temu definitivno bomo, temu sklopu, torej okolje in pa zdravstvo bomo, verjamem, da namenili največ pozornosti. Jaz bi recimo izpostavil to, da dve stvari, ena, ki se mi zdi taka pozitivna, ena, ki jo vidim kot izrazito negativno. Prva stvar je recimo stranka Levica, ne. Jaz se držim kot novinar tega stališča, ki ga je zapisal legendarni ameriški kultni res novinar, živel je na začetku 20. stoletja, H.L. Mencken. On je rekel, edini način, kako naj politik gleda novinarja, je po strani, torej z neko skepso. In jaz to absolutno razumem in podpiram. Na RTV-ju sem imel v pisarni starosto slovenskega novinarstva Jurija Gustinčiča. On je recimo govoril o vljudnostni distanci. Ta se mi je zdela taka gospodska in tudi zelo zlahka razumljiva. Ne? Ampak pri Levici bom povedal svoje mnenje, ker se mi zdi, da veš kaj, dobili so neko moje spoštovanje iz enega preprostega razloga. Ne? Upali so se iti v koalicijo. Ne?
ker to je tvegana poteza. Namreč, če primerjamo to s Slovensko nacionalno stranko, večna opozicija, v opoziciji je biti lepo. Tam pametuješ, daješ predloge, ki ne bodo sprejeti, ampak enostavno gradiš na populizmu, to je bilo bolj značilno za SNS, kot bi si jaz upal trditi za Levico. Dobro, zdaj sprejeli so to, sprejeli so to vlogo kot stranka, želijo sprejeti del odgovornosti za vodenje te družbe. Vidimo neke pozitivne premike tukaj, dvig minimalne plače, strinjam se z Jašo, zavzemajo se nekateri ljudje za neke progresivne politike ali pa bolj normalne človeku, socialni politiki bolj prijazne politike. Tako da edini strah, ki sem ga jaz, oziroma edino skrb, ki sem jo jaz imel v tem pogledu, je bila ta, da bo taka resnično leva stranka v koaliciji z neoliberalnimi strankami propadla. Da bo se razpadla na več kosov, zaradi tega, ker prej ali slej moraš v politiki sklepati boleče kompromise, mogoče jih vse to še čaka. Ampak me zanima, kako vidva opažata zaenkrat, kako poteka ta vlada, torej ta nabor ljudi, med katerimi so eni pač, bi si jaz res upal trditi, pa popravite me, če se motim, vendarle bolj zavezani k tej levi, iskreni levi politiki, kot pa seveda ta drugi dve stranki, ki sta bolj neoliberalni, ki sta neoliberalni. Prihaja tu do kakršnih koli trenj, opažate karkoli? Jaz mislim, da recimo prav zdaj je bil, ker mislim, jaz druga področja nisem zdaj toliko intenzivno spremljal, ampak recimo prav na področju zdravstva se je prav zdaj opazil ta neugodna situacija, v kateri se je Levica znašla, in točno to pač, da to je pač vezno, recimo zato si jaz nikoli ne bi želel biti aktivno vključen v to vrsto politike, ker to so pač neki kompromisi, neki daj-dami, Levica ima zdaj pač več ministrstev in je jasno, da potem pride do nekih dilov in da recimo, da pač se zavedajo, da oni probajo na nekem področju doseči neka druga stranka ima pa drugo ministrstvo, kjer proba nekaj doseči in je zdaj to pač vse vprašanje nekih preigravanj in prav recimo na področju zdravstva mislim, da zdaj se po mojem težke debate morajo potekati zdaj na Levici, ker tudi znotraj samih sebe, kakor sem opazil, so mnenja različna, so pač določeni poslanci, ki so zelo jasno popolnoma skeptični do celega koncepta tega, kako se pripravlja ta reforma in kaj se za tem skriva, medtem ko pač vsaj neko uradno pa stranka še vedno pač podpira to reformo in ima nek tak kar previden optimizem glede tega, kaj se bo zgodilo in da je v bistvu prezgodaj še reči. Tako da jaz mislim, da so zdaj prav v tej trenutno, da so se zdaj prvič znašali v tem res takem nekem krču, kako nastopati. In kako bojo pa iz tega ven prišli, so pa zelo slabe, mislim, tako, na nek način bojo na naslednjih volitvah ker težko se profilirali, pač v bistvu, ker po eni strani, takoj, ko se začnejo oni oglašati kot kritičen glas, se začnejo jim naprej metati, se vi ste v bistvu zrušili Šarca, če se vi ne bi takrat bili principielni mimo vsega ostalega, potem ne bi dobili Janše sploh na oblast. Po drugi strani pa, če bodo samo kimali, pa seveda tudi, če bi iz priračunljivosti samo kimali, jim to potem ne prenese nobenih dodatnih glasov, ker potem zakaj bi kdo glasoval, pa direktno glasuj za Goloba, mislim, se je vse en pač pol, mislim, če niso oni neka opozicija, tako da mislim, da njim bo zelo težko in upam, da bodo vzeli zelo resno in bodo nekako tudi riskirali včasih pač kakšne bolj kritične poteze. Nekaj sem zasledil pred parimi meseci, da v bistvu, če grejo ven iz koalicije, lahko v koalicijo vstopi Nova Slovenija. To so bile neke zgodbe par mesecev nazaj, ampak iz tega zaenkrat še ni bilo nič. Po zadnjih informacijah je Nova Slovenija rekla, da ne nameravajo vstopiti v koalicijo. Mislim, da to se jim skozi nekako, da ta grožnja obstaja, da po mojem Golob tudi da vedeti, da ima veliko nekih možnosti, kako lahko spele kaj skupaj, ampak jaz mislim, da bi bila to napaka, mislim tako, da je to pač neka tudi prazna grožnja, v smislu, da bi Levica ne bi smela biti preveč zaskrbljena glede tega, ker mislim, da če bi Golob vzel Novo Slovenijo v vlado, da bi to mu prišlo kot bumerang nazaj, ker pač mislim, da
se Nova Slovenija pač, ja, isto velikem delu populacije, ki ne bi nikoli sprejel, da je SDS v vladi, ne bi po mojem sprejeli tudi, da je Nova Slovenija v vladi, ker so se pokazali kot pač čist popolnoma nenačelna stranka. Ne vem. Moj občutek zadka je, da bi to bila strel v nogo Goloba, če bi šel to. Se to vprašanje o Novi Sloveniji je bilo tako res čist mimogrede. Jaz bi recimo ostal pri tej zdravstveni reformi, pri vsem tem, kar nas tukaj čaka, pa bi Marjana začel pri tebi, ker to si mi ravno prej omenila, ko smo bili še zunaj, da si bila obveščena, da nimaš več osebnega zdravnika. Dej, prosim razloži, res tukaj imej v vidu bratranca iz Avstralije in mu razloži, kako to sploh zgleda, kako lahko pride do tega in v bistvu, kaj lahko ti zdaj narediš. Bratranec iz Avstralije, no, imam to izkušnjo s komunikacijo z Avstralijo, tako da večkrat na mesec, tako da se lahko postavim v to vlogo, da ti zdaj razlagam kot nekomu, ki gledaš to od zunaj. Ja, po 30 letih, ko sem imela istega zdravnika, nič posebnega, ampak zelo v redu. Zdravnik, verjeten bo še kdo med vami se spomnil, doktorja Hodaliča. Ta moj zdravnik je nasledil doktorja Hodaliča, ne? In pač po nekem defaultu sem bila pri njemu pacientka 30 let, na kar je šel v penzion zasluženi in sem dobila sporočilo, da moram se oglasiti, ker je pač šel moj zdravnik v pokoj, ampak potem je bil nek avtomatizem, da pripadeš naslednjemu zdravniku, ki ga nasledi. Okay? To je še šlo, čeprav te zdravnice nisem videla 3 leta, sploh nikoli v življenju, tudi se je že začelo slabšati, ne? Položaj je postal slabši. No, na kar dobim sporočilo in moj soprog tudi, ker je pri istem zdravniku bil, da smo ostali brez osebnega zdravnika, da naj pač poskrbimo zase. Ne? Zelo te preseneti ena taka pošta v neki normalni kuverti, odpreš in nimaš več zdravnika. Osebni zdravnik je namreč vstopna točka do zdravstva sploh. Če hočeš kateremu koli specialistu in mene čaka nekaj takih stvari, pač, ko je človek dolg na svetu, se pojavijo, oči pa še kaj, ne? Nenadoma nimaš več te vstopne točke, tistega specialista imam še vedno, ker je bil ves čas isti, ampak do njega pa ne morem več, ne? Tukaj so zdaj neki obvodi in kaj narediti? Jaz imam to srečo, moram reči, pri kjer imam tudi malo zaslug, da imamo center, naša organizacija ima organizacijsko enoto na Goričkem in imamo tam center izobraževalni in jaz sem zelo veliko tam, zelo rada in pač skrbim za ta center in za obiskovalce tega centra in sem preverila in recimo v Gornjih Petrovcih imajo še dovolj prostora za druge paciente. In se bom enostavno iz Ljubljane, ki je center, ne, kjer imaš vse zdravstvo na dlani, se bom preorientirala na totalno podeželje, v Gornje Petrovce. Ni druge izbire. Nekje moraš imeti svojega osebnega zdravnika. To je ta zgodba. Koliko resen je ta problem? S pomanjkanjem, oziroma ne s pomanjkanjem osebnih zdravnikov, ampak s tem, da ljudje jih nimajo. In povezano s tem, kaj so bile tiste osnovne zahteve ali pa priporočila, kakorkoli bi to poimenovali, ki ste jih naslovili na ministra za zdravje? Ja, problem je ful resen. Mislim, mi smo bili šokirani sami, ko smo začeli to ugotavljati, oziroma ko smo zračunali v enem momentu, da poprečno vsak dan v Sloveniji poprečno osebnega zdravnika izgubi več kot 60 ljudi. To je še tak konzervativna ocena, ker ta krivulja gre navzgor. Zdaj ne vem pač koliko, mislim, jaz se zadnji mesec dni res prej nisem vedel, niti pač spremljal, ne, ampak to področje zdravstva je res
noro kompleksen sistem, ki ga imamo, kjer je ogromno nekih zakonov, podzakonov, ureditev, stvari, ki se 30 let že nekako malo rušijo, pa to je se zdaj zadnji mesec ukvarjam, tako da nisem ekspert, ampak se pa pač res sem se trudil zadnji mesec razumeti, kako je sploh do tega prišlo oziroma kje smo zdaj. Pač osnovni problem tukaj je to, da se je leta 2017 že sprejel pač dogovor, po katerem so družinski zdravniki, se jim je zmanjšal ta količnik, koliko pacientov mora vsak družinski zdravnik imeti. In ta količnik, za katerega so se oni dogovorili, glede na število pacientov, pomeni, da če bi vsi zdravniki strogo upoštevali, da imajo samo do tega količnika število pacientov, zmanjka za 350.000 ljudi v Sloveniji ne dobi osebnega zdravnika. Tako, matematično 350.000 ljudi ne pride do osebnega zdravnika, ker je ta količnik tako postavljen. In to je, si predstavljate, to so pač strokovnjaki, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, so skupaj z zdravniško zbornico, z zdravniškimi sindikati so sprejeli ta dogovor, da je to okej. Da bomo pač tako naredili, stvar je bila potem, da takrat so večinoma vsi osebni zdravniki imeli še vedno več, nad 2000 pač ta količnik, zato ker so imeli še odprej te paciente. In je bilo dogovorjeno, da ne morejo oni zdaj odsloviti kar tako pacienta, ampak problem se je pa pojavila seveda, starejši zdravniki grejo v pokoj, mlajši zdravniki prihajajo in mlajši zdravniki pridejo do tega količnika in pa rečejo, stop, jaz hočem imeti tudi vikend, hočem iti kam, imam otroke, imam družino, hočem se slikarstvom ukvarjati v prostem času, zakaj pa bi vzel večkrat je ta količnik predviden. In zato zdaj z vsakim novim zdravnikom, ki gre v pokoj, v bistvu se zgubi tako pa tako število pacientov. Ampak meni je to absurdno, da dejansko smo imeli mi ljudi, ki so bili tam na Ministrstvu za zdravje, ki so zdaj še vedno svetovalci pri zdaj tej trenutni reformi, ki so to najprej 2017, potem pa 2019 dokončno potrdili, da je to okej, da imamo mi ta količnik, ki ne zagotavlja te osnovne vstopne točke v zdravstven sistem 350.000 ljudem. Da so oni na to pristali in še smešno je to, da je Računsko sodišče ob tem dogovoru, Računsko sodišče že spet nek organ, ki nima nobene zveze z zdravstvom, ampak so oni to pogledali in so rekli, čakajte malo, če tole sešteješ, 350.000 ljudi izgubi svojega osebnega zdravnika, in so oni rekli, okej, bomo že nekako, bomo že to zrihtali. In tako potekajo pač te zdravstvene reforme že zadnjih 30 let, in to je zdaj vprašanje, a je zdaj to, koliko je to zdaj, lahko se pogovarjamo, a je to zdaj teorija zarote, a je to zdaj totalno načrtno rušenje tega vzpostavljanja take krize, ta doktrina šoka, Naomi Klein, vse to, vzpostavimo krizo, zato da potem upravičimo še hitrejšo privatizacijo in to, da zdaj pa treba vse privatnike angažirati in jih je treba plačevati 80 € na uro, tako kot se jih zdaj plačuje, zato da delajo v teh ambulantah za neopredeljene, kar je v bistvu mečemo denar z lopatami v sistem, ki ne deluje, oziroma v sistem, ki je tako zastavljen, da se zdravnikom bolj splača biti koncesionarji ali pa zasebniki, kot pa delati v javni inštituciji. Zdaj pa mi še prilivamo bencin na ta sistem, da v bistvu še hitreje gori, da je tega denarja še več in da zato pač pol pride do situacij, ko imaš koncesionarja, ki je zdaj se odločil, da bo, oziroma napovedal, da bo zdaj delal rajš namesto, da bi delal svojo družinsko prakso, bo šel delati v to ambulanto za neopredeljene, tam služil 80 € na uro, za svojo redno prakso bo pa zaposlil enega upokojenega zdravnika, da njegove redne paciente prevzame. Mislim, to so popolni absurdi, ne? Mislim, to je pač dejansko pač to, o čem govorimo, je pač spodkopavanje in rušenje tega sistema, potem si pa probamo še predstaviti psihološko situacijo, kjer se znajde nek zdravnik, ki pa ima recimo več kot ta količnik pacientov in za te paciente je pa plačan, ne vem, 4-krat manj na uro, kot pa ta njegov kolega, ki je koncesionar in tam dela isti poseg z istim pacientom, dobi plačan 4-krat več. Mislim, moraš biti pol mazohist, da ostaneš v javnem zdravstvu, ne, pač mislim tako, pač dobesedno porivajo ljudi ven iz tega sistema. Seveda, absolutno, kar izvoli. Zdaj stališča zdravnikov je tako, ne? Ampak stališča pacientov, jaz sem recimo v pokoju, imam polno delovno dobo, 40 let sem delala, še vedno delam, ampak dobro, sem že v pokoju. Starostno vse plačevala, ves čas, moja organizacija, kjer sem bila zaposlena, je plačevala v pokojninski sklad. Zdaj sem pa jaz brez vstopne točke
do zdravnika, ki bi mi dal samo napotnico za operacijo oči, za operacijo nog, vse pač, kar človek rabi pri teh letih. Ne? Tako, do tam pridemo. Če bi, to je nekdo že izračunal, če bi te vsote, ki so bile vsak mesec namenjene pokojninski blagajni, vlagali na en kupček v banko, si to zelo, zelo komod plačamo sami. Vse to. A ne? Se reče, tu je neka solidarnostna vreča, ki nima dna. Ne? Vem za veliko ljudi, ki so bili v službi recimo 17-20 let in so ravno tako v pokoju. Ne? Se reče, niso plačevali ves čas v to blagajno, ampak si danes lahko sicer z nekoliko nižjo penzijo, ampak vseeno privoščijo si lahko iz tega zdravstvenega zavarovanja, obveznega in dodatnega, vse operacije, vse recimo rehabilitacije v različnih toplicah in tako naprej. Ne? Pa nimajo polne delovne dobe, daleč od tega. Tako, tukaj so z različnega stališča gledaš te reči, ne? Zdaj, kako to rešiti, mi dva tudi ne bova verjeta. Ne? No, ja, mogoče, pač vsem dejansko mi, ki si prej omenil, pa sem pozabil povedati, kakšne so bile naše zahteve do ministra. Mi smo pač izvedli to stavko pacientov, sprožili in potem tudi se je zgodila ne samo v Ljubljani, ampak v 10 mestih po celi Sloveniji, kar se mi tudi zdi, smo bili ful veseli tega, da ni vedno, da ni samo Ljubljana, vedno ta center nekega aktivnega državljanstva. In smo imeli 5 zelo enostavnih zahtev. In prva je bila pač predvsem to, da se za teh 130 000 ljudi, ki so trenutno brez osebnega zdravnika, da se jim zagotovi možnost, da ga dobijo. Nismo pa samo postavljali zahtev, ne, ampak smo dejansko pač ob predvidevanju tega, da bodo oni rekli, ja, nimamo čarobne palčke, ne da se to čez noč, bla, 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 delamo na tem, smo podali tudi zelo konkretne ukrepe, ki se jih lahko spreje. In prvi ukrep bi bil na tem področju manjkajočih osebnih zdravnikov. Zdravnikov je, kolikor jih je v Sloveniji, je fiksno število. Eni so v javnih zavodih, eni so koncesionarji, eni so pa pač čisti zasebniki. Ampak teh njih ne bo ne več, ne manj. In če hočemo pač, da se več pacientov obdela, je pač edin smiseln način to, da se v bistvu obstoječe zdravnike razbremeni dodatnega administrativnega dela in to je tudi stvar, ki so jo oni sami predlagali, osebni zdravniki, te, ki se jim res gre, za to, da bi lahko dejansko vse paciente obdelali, te, ki delajo v javnih zavodih, so rekli, pač mi 1/3 svojega časa porabimo za to, da podpisujemo bolniške, da neke potne naloge preverjamo, da neke klasificiramo vsako stvar na 3 različne načine in so rekli, če bi mi dobili več dodatne administrativne pomoči, če bi imeli na vsako ekipo namesto pol sestre eno medicinsko sestro, ki bi lahko več tega prevzela, bi mi bili pripravljeni prevzeti 20% več pacientov, bi bili oni pripravljeni dejansko tudi, da se ta količnik zviša in če bi zdravniki dejansko prevzeli 20% več pacientov, bi se že samo s tem pokrili vse, ki jim manjka pač zdaj osebni zdravnik. Drugi ukrep je bil recimo, da so zdravniki, ki so na specializacijah zdaj na teh izobraževanjih, da bi se jim lahko čisto simpel z nekim odlokom rekli, da vsaj, ne vem, pol leta te specializacije ali pa par mesecev te specializacije opravijo kot osebni zdravniki. Kar bi bilo dobro tudi za njih, da dobijo neko to pač izkušnjo dela s pacientom in že spet, že samo s tem enim ukrepom bi se lahko to pokrili. Kaj pa naredila pač vlada? Minister pa pač ni naredil ne enega, ne drugega ukrepa, ampak je pač šel v ta tretji ukrep, ki je pa pač te ambulante za neopredeljene, kjer ljudje v ambulanti za neopredeljene ti nimaš svojega osebnega zdravnika, ampak vsakeč, ko boš prišel tja noter, boš dobil drugega zdravnika, kar pomeni, da za vse ljudi, ki imajo neke dolgotrajne bolezni, neke stvari, kjer je potrebno poznati zgodovino pacienta, imeti nek odnos s pacientom, to je pač čista loterija, na koga boš naletel v teh ambulantah za neopredeljene in to se je zdaj kot nek začasni ukrep uvedel, zraven pa minister sam napoveduje, da bo to cirka 7 let, preden bo možnost, da pridobimo dodatne zdravnike, kar pomeni, da bo to pač ratal trajni ukrep. Tako da prva zahteva je bila to. Druga zahteva je bila to, da se takoj ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To je nekaj, o čemer govorimo že leta in leta in leta in pač tudi prejšnja vlada, ne, če se spomnim, oziroma predprejšnja, je pač zaradi tega vprašanja padla. Dejstvo je, da mi damo na leto, ne vem koliko, 700 milijonov evrov, pač gre v te zavarovalnice, od tega zavarovalnice podberejo 8%, gre v njihov čisti profit, ne, pač vsako leto je to nekih, ne vem koliko,
govorim ampak 80 milijonov, mislim, da na leto poberajo zavarovalnice čistega profita in s tem profitom zavarovalnice investirajo in zdaj planirajo gradnjo medicinskih centrov, novih, tam, kjer bodo plačljivi posegi se izvajali. S tem denarjem dejansko zavarovalnice zaposlujejo zdravnike in ponujajo boljše delovne pogoje in jih vabijo ven iz javnih zdravstvenih domov. Je pa to ves denar, ki prihaja dejansko, ki je isto davkoplačevalec, mislim, isto je to naš javni denar plačan za neko javno storitev, samo da vmes se pač pobere 8%, 8% mimogrede je neverjetno visok procent, ne, recimo, če pogledamo, kako je pa s tem denarjem, ki gre na ZZZS, ne, to, kar se preko obveznega zavarovanja, tam je pa samo 1,4% gre za pač neke te stroške obratovanja in za te stvari. Skratka, nam se zdi, da bi nujno bilo pač to treba pač ukiniti takoj dopolnilno zdravstveno zavarovanje in če nič drugega, pač, mislim, že to, da se pač samo ta znesek prenese na ZZZS, da se to plačuje direktno ZZZS, prišpara takoj pač 80 milijonov evrov tega dobička. Še bolj bi bilo pa seveda, da se pač ta prispevek, da ni regresiven, ne, kar pomeni, da zdaj trenutno 35 evrov plača vsak, ne glede na to, a je multimiliarder ali je pa pač neka oseba na minimalcu, vsak mora plačati 35 evrov. Nam bi se zdelo pač pošteno, da je to pač progresivno vključeno v davke, v smislu, da tisti, ki imajo več, si lahko več privoščijo, plačajo isti procent svojega dohodka pač za to zdravstveno nego. In to bi se dal zelo hitro, to bi se dal v roku tednov ali pa mesecev bi se dal sprejeti zakon, ki bi preprosto ukinil to potrebo za doplačevanje in na ta način bi ne bi bila več potreba, da kdorkoli plačuje tega in bi se to lahko takoj sprejeli, če bi bila seveda politična volja, da se to naredi. Tretja zahteva je bila to, da se naslovi problem dvoživk, tem nismo nič še rekli, ampak pač to, da ljudje istočasno delajo dopoldne, to vsi poznate, te zgodbe, sigurno ste bili mogoče celo kdaj osebno, ne, če greste po redni poti, ste naročeni naslednjega oktobra na vrsti, lahko pa greste samoplačniško na preiskavo, pa lahko čez 2 tedna pridete in to dostikrat pri istem zdravniku. In dokler imamo pač tak sistem, da isti zdravnik služi s tem, da jemlje ljudi preko vrste hitreje, ne, popoldne, kot bi jih vzel v redni svoji službi dopoldne, do takrat bodo vrste, ker pač je logična kako bi rekel, logična motivacija, da te vrste morajo biti, če ne, pač se ta popoldanski biznis nima nobenega smisla, lahko ga zapre. Tako da dvoživke. Četrta stvar je bila prav dejansko zdaj nov pojav teh zavarovalnic, ki ponujajo privatna, posebna, dodatna zavarovanja za to, da ti lahko prideš na pregled k specialistu samoplačniško. To pomeni v praksi, da mi nimamo več, samo toliko, da se zavedamo tega, da mi nimamo zdaj enotnega zdravstvenega sistema, kjer bi imeli vsi enake pravice. Mi imamo zdaj že trenutno več kast uporabnikov javnega zdravstva in ena kasta smo pač te ljudje, ki plačujemo samo zdravstveno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, druga kasta so pa ljudje, ki plačujejo še dodatno toliko evrov na mesec, zato da kadar jih neki špika v prsih, lahko pokličejo in dobijo pregled pri specialistu v roku, ne vem koliko je v roku enega tedna ali v roku 14 dni, kaj ponujajo te zavarovalnice. In takoj, ko ga dobijo ta pregled, dobijo napotnico in grejo takoj nazaj v javno zdravstveni sistem. To je ta catch. In na ta način prehitijo v vrsti vse one ljudi, ki čakajo 3-4 mesece z istimi simptomi, da lahko pridejo do specialista. To je ta stvar in zadnja zahteva bila pa ta, da se obstavi to generalno, to, kar sem prej omenil, to, da v bistvu je sistem tako nastavljen zdaj, da absolutno vsak zdravnik ima veliko več stimulacije, da postane subvencionist, da rada preko subvencij, da deluje, kot pa deluje v javnem zdravstvu. In da je sistem tako nastavljen, da sam sebe ruši in da je treba to zaustaviti in da je treba gledati, kje so interesi pacientov in interesi državljanov. Interesi pacientov in državljanov sigurno so v tem, da imamo močne javne zdravstvene ustanove, kjer so te stvari skupaj pač postavljene
ironija je v tem, ne, zdaj se govori o estonskem pa finskem modelu, bomo govorili prej naprej, prav v Estoniji, kjer imajo veliko več koncesionarjev, kot jih imamo mi, zdaj te koncesionarji ugotavljajo, da to pa res ne funkcionira dobro in se zdaj te koncesionarji združujejo v neke zdravstvene domove. Ker je veliko bolj racionalno, seveda, da je več zdravnikov skupaj upravlja, da imajo lahko skupaj prostore, bla, 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 mašinerijo, preiskave in tako naprej. Skratka, mi zdaj v bistvu iz nekega sistem, ki je bil odlično zastavljen, v Sloveniji smo imeli, sorry, če sem malo dolg, ampak v Sloveniji smo imeli ta nor privilegij, ki se ga moramo vsi zavedati, da smo imeli pač, da smo bili pravzaprav živeli v socializmu, v katerem se je zdravstvo iz nule postavilo na način, kaj bi bilo najbolj za ljudi, kako bi najbolj ekonomično in pravično država poskrbela za celotno populacijo zdravstveno in tako so se pač gradili zdravstveni domovi, tudi za samoprispevke in tako naprej in k nam so prihajali v 70-ih letih še in mislim, da tudi v 80-ih so dejansko prihajali iz skandinavskih držav k nam v Jugoslavijo se učiti, kako imamo mi zdravstvene dome vzpostavljene in so bili tako, wow, mi moramo tudi nekaj takega narediti in vse to, kar gledamo mi tam na zahodu in smo tako, mi hočemo imeti tako, ne vem, to so vse v bistvu njihov poskus, da bi se približali temu sistemu, ki smo ga mi že imeli vzpostavljenega. Ampak se mu pa niso mogli v celoti približati, ga doseči, zato ker tam so imeli to zatečeno stanje, da so itak štartali z tega, da so imeli same privatne zdravnike. In jih niso mogli prisiliti, da zdaj oni pustijo svojo privatno prakso in se zaposlijo v javno. Mi smo pa imeli sistem, ki je dejansko deloval kot javno zdravstveni sistem z javnimi ustanovami, ki ga pa zdaj 30 let že spodkopavamo, rušimo in sesuvamo, zato da bomo potem ugotovili, zdaj pa v bistvu ne funkcionirajo stvari tako dobro. Ja. No, zdaj si me spomnil, Jaša, na socialistične razmere, ki sploh niso bile tako slabe, ne? V zdravstvu sploh ne. Si sicer prišel v zdravniku in si čakal, si se usedel v čakalnico in si čakal nekaj ur, ampak si prišel na vrsto tisti dan. Tudi, če je zdravnik delal za to dlje. Ni zaprl ambulante, dokler je podelal vseh pacientov v čakalnici, ne? Vsi smo imeli osebnega zdravnika, ampak še en ukrep je bil, ki ni bil zelo priljubljen na začetku, bil precej rigorozen, ampak morda bi tudi v teh razmerah danes deloval dekret. Ko so ljudje zaključili šolanje, so morali iti na tisto območje v službo, kjer je bilo pomanjkanje tistega kadra, učitelji, gozdarji, recimo, ne? Tja bo šel, si imel zagotovljeno službo, nobene brezposelnosti ni bilo, ampak si šel tja, kjer je bilo pomanjkanje, kjer so rabili to. Študij medicine stane verjetno največ od vseh študijev, ker je tudi najdaljši, 7 let, še stažiranje in tako naprej. Skratka, nekih 8-9 let si v tem procesu, preden si nek zdravnik, ki lahko gre v prakso, ne. To je vsem tem študentom zagotovljeno brezplačno. A ne bi lahko vrnili en del tega denarja na ta način, da bi šli delati tja, kjer je pomanjkanje in kjer so potrebni. To mogoče bi bil tudi en način, ki ne bi bil priljubljen, zato ker joj naše svoboščine v človekov in tako naprej, ampak bi pa mogoče prispeval k rešitvi tega današnjega problema. Tukaj zraven je treba še to omeniti, da vedno se pojavlja pol ta grožnja, kadarkoli se govori o kjeremkoli takem, da bi se zdravnikom rekli, dajte malo stisniti zobe, pa to je pol, ja ne, sam pa bodo šli pa vsi v tujino, že tako nimamo dosti zdravnikov in že tako jih manjka in zdaj pa, in tudi tukaj se pojavlja, ko govorimo o tem v smislu, ne vem, pregled, joj ne, zdaj boste pa napadali zdravnike in potem bodo oni še bolj bodo odhajali v tujino. To je pač iz dveh razlogov pač ful beden argument. Prvi razlog je to, da tudi v tujini pač ni tako, da se cedita samo med in mleko zdravnikom in da oni vsi komi čakajo, da bodo spakirali. To je pač neke vrste grožnje in ustrahovanje in nek pač vzpostavljanje tega občutka, da so zdravniki neka nadkasta, ki odloča o življenju in smrti. Drug velik faktor pri tem je pa to, da ko skozi govori o tem primanjkljaju zdravnikov, pač ta primanjkljaj zdravnikov ni naključen. Ta primanjkljaj zdravnikov je načrtno voden
za strani zdravniške zbornice, za strani starih mačkov, da oni pač preprosto nočejo, da bi več kot toliko ljudi študirali medicino, zato da vzdržujejo to povpraševanje in ponudbo na njihovi strani, da imajo kadarkoli to v rokah reči, ja, ni nas dost, kaj pa zdaj, ne morete si prvoščiti nas zgubiti. Ne, bomo šli, če nas ne boste. In to je pač popolnoma zavestno, kako bi rekel, ne, če govorimo o prostem trgu, to ni prosti trg, ne, to je obratno od prostega trga. To je pač v bistvu neka manipulacija trga in manipulacija pač tega, koliko imamo pač zdravnikov, to je nekaj, kar poteka že desetletja in je popolnoma načrtno, isto je pri specializacijah in isto je pač ne, kako se te specializacije, število specializacij odreja, kako se izbirajo specializacije, kjer se pač specializacije gredajo glede na to, da te, ki so že prišli do specializacij, že spet nočejo imeti preveč konkurence na svojih področjih, zraven pa recimo tudi, ne vem, pogoji dela, zakaj toliko malo v bistvu teh družinskih zdravnikov pod povprečjem. Mi nimamo podpovprečno število zdravnikov, toliko zelo glede na evropsko povprečje, imamo podpovprečno število družinskih zdravnikov, zato ker so pogoji dela niso nič, se z manj dela lahko bolj zaslužiš, če si specializant na nekem drugem področju. To je pač ta baza in že spet tukaj je pač to nekaj, kar se je vedel in kar se je zavestno šlo v to, da pač teh zdravnikov primanjkuje, ker preprosto jim niso ponudili takih pogojev dela, da bi dejansko ljudje se množično na to upisovali. Novinar Mladine Borut Mekina v članku prejšnji Mladini, naslov članka je Zdravniki, radi vas imamo, ampak je pravzaprav podnaslov tak, ki je nekako pomembnejši za moje pojme in sicer gre tako, zahteve po višjih plačah so legitimne, zahteve po komercializaciji zdravstva pa nemoralne. Mekina v tem članku nekako zagovarja tezo, s katero se jaz strinjam, da mi niti ne moremo govoriti več o privatizaciji javnega zdravstva, ker so že meje zelo zabrisane tukaj. Ne? In pri tej komercializaciji zdravstva ne sodeluje samo zdravniška zbornica, ampak razna zdravniška združenja, sindikat Fides, komercialne zdravstvene organizacije, omenjuje Jaša, pa združenja pacientov, ne? Pa združenja pacientov, ampak pazi, ne, to niso ljudje, ki bi organizirali stavko, kakršna je bila nedavno v Ljubljani in drugih slovenskih krajih oziroma mestih. Ne. Mekina tukaj nekaj izpostavlja. Novembra lani je ustanovljena Zveza organizacij pacientov, ki je minuli teden podpisala pogodbo o sodelovanju z zdravniško zbornico. Ni tako spontano organizirano združenje bolnikov, ampak je organizacija, ki jo očitno z donacijami in sponzorstvi financirajo zasebni zdravstveni zavodi. In tukaj on potem v nadaljevanju navaja Društvo na srcu operiranih in Društvo za zdravje naroda. Zveni zelo lepo. Obe ti društvi omenjeni sta registrirani na istem naslovu v Ljubljani, kjer je sedež drugega največjega zasebnega zdravstvenega podjetja v Sloveniji. In to je MC Medicor, ki jo tudi finančno podpira. Ne? Kako iti proti tej mašineriji? To meni zveni kot opis države v državi. Ja, grozen je, mislim, jaz samo to rečem, da sem resno v stresu, pač glede zaradi tega, ker pač to je, ko se začneš, mislim, ko vidiš, koliko je od zadaj, mislim, koliko so pač prepletene te mreže, koliko so pač te ljudje v bistvu, kako bi rekel, oni že 30 let pravzaprav gradijo te mreže in že 30 let varujejo ta svoj vrtiček in da samo da zavohajo, da bi kdo prišel tukaj in jim probil pač to njihovo vrtiček tukaj posegati noter, reagirajo noro intenzivno. Ne vem, koliko spremljate novice, ampak recimo en izmed ljudi, ki se je bolj izpostavil, kar se tiče te kritike, je dr. Dušan Keber. On nima nobenega, on je v penziji, on nima nobenega drugega tukaj interesa, kot pač to, da javno pove pač to, kaj se mu zdi, da predstavi neke argumente, zakaj je zaskrbljen glede javnega zdravstva. Njega so istočasno napadali iz te tako imenovani mladi zdravniki, by the way, za vse tukaj, ki se veste, so pač
podaljšek Fidesa in to je to, kar so, pač so mladinska sekcija Fidesa, so ga napadali z totalnim hitpisom, kjer so odkrivali neke revije Zdravnik iz leta 90, je nekdo brskal pa fotokopiral iz nekih arhivov, da je on oglaševal nekaj izobraževanja za kardiologijo pač, ne vem, leta 90 in s tem nekaj zaslužil. Kar nima absolutno ničesar zraven za kjerkoli njegovim argumentom, ampak je bil pač ta ad persona pač to. Istočasno je Ministrstvo za zdravje samo posredovalo, mislim, noben drug tega ne bi mogel posredovati, je posredovalo časovnice tega, kako je on delal na tem zakonu, na predlogu zakona o zdravstvu in da on bi moral po tej pogodbi, ki jo je podpisati, delati tam pri njih v pisarni, cel ta zakon napisati, medtem ko časovnice pa kažejo, da včasih je tudi doma delal pač na tem zakonu in da to pa je zelo sumljivo in zasluženo in lahko res zaupamo takemu človeku, ki je doma pisal ta zakon, namesto da bi ga pisal pač tam v pisarni. To vse, ampak že spet, podatki, statistike, to vse je dobil reporter in to pač ni mogel priti nikjer drugje, kot iz Ministrstva za zdravje, ki razpolaga s temi podatki. Istočasno ga je pa še, pač pa mene, tudi zraven seveda še Janša tweetal, da je situacija preveč resna, da bi se razni Jenuli in Kebri ukvarjali s tem. Tako, mislim, to se sliši kot kliše, ampak tako, kad te naenkrat napadajo v roku 3 dni iz 3 popolnoma različnih smeri, kjer bi si mislil, da vseeno pač nekako imajo neke različne interese, pol vidiš, da očitno je res blazno močen interes tega, da se ne bi o teh temah sploh pogovarjali. In to, kar se bo zdaj dogajalo, to, kar bi opozoril na tej točki, da se bo ogromno, zdaj se govori o ZZZS-ju, da je treba razčistiti, kaj se dogaja na ZZZS-ju, da se tam ogromno denarja zgublja in veliko bo govora o korupciji in o tem, kaj se preplačuje in kje pač lahko prišparamo kaj denarja. In to je vse ok, in zato sta tudi zdaj na čelu, kdo je minister, je borec proti korupciji Loredan in zdaj na čelu tega sveta je še večji, bolj udarni borec proti korupciji Brecelj. In ja, korupcija je tudi en problem zdravstva. Samo ukvarjati se z korupcijo in ukvarjati se samo s to korupcijo, med tem časom se pa ne dotakniti niti enega izmed teh sistemskih problemov, ki smo jih mi tam, prej sem jih navedel, ki rušijo, dejansko spodkopavajo zdravstvo, je v bistvu totalna manipulacija. Ne. Je pa nekaj, kar je to, kar mene, zakaj sem jaz recimo zdaj v stresu, zato ker me res skrbi to, da je tako lahko je ljudem ne reči, pa ste lopovi so, kradejo vam, mi bomo te lopove, bomo našli, kdo so te lopovi in jih bomo pač pol, ne vem, bomo vam pokazali krivce, ne, tako kot je bila pač ta situacija, v Ljubljani so ljudje čakajo pred zdravstvenim domom, nič, treba je odpustiti to direktorico zdravstvenega doma, ona je kriva, Janković je kriv. Nič ne pomaga, pač problem to, da 130.000 ljudi ostaja brez osebnega zdravnika, da se matematično ne sezide, ali pa za 350.000 ljudi, da se matematično ne sezide to število, ne bo nič pomagalo, če se iščejo neki posamezni krivci za to, ali pa neke posamezne koruptivne luknje. Treba je nasloviti pač celoten ta sistem, o tem pa nočejo niti besede spregovoriti. Noben od teh ljudi, ki zdaj trenutno pripravlja to reformo oziroma sooblikuje to reformo. Ta korupcija je pravzaprav posledica ali pa eden od pokazateljev samega propadanja sistema, to pa poznamo. Ne? Mislim, če v manj razvitih državah ali pa v državah, ki so bolj nestabilne in tako naprej, tam seveda na ta račun se dviguje stopnja korupcije, to je popolnoma razumljivo. Ne? Tako da to je posledica. Odpraviti posledico brez odpravljanja sistemskih problemov je absolutno nemogoče. Če si hotel nekaj dodati, kar? Ne, pač jaz tukaj res zaupam, pač jaz nisem ekspert, ampak recimo zaupam pač do te mere dr. Kebru, ki se ukvarja s tem tudi primerjalno v različnih državah. In on je rekel pač ja, ampak korupcija v zdravstvu je problem, čisto vsaka država na svetu ima problem s korupcijo v zdravstvu. In v bistvu nobena država je ni uspela izkoreniniti. Tako da pač napovedovati, da boš ti izkorenil korupcijo, je pač je taka zelo populistična obljuba. Ne. Seveda je to tudi problem, seveda je treba se s tem ukvarjati, ampak ta glaven nateg, ki se zdaj dogaja, trenutno je to ta strategija, mi bomo šli po korakih. In najprej prvi korak mora biti, da razčistimo ZZZS, dokler se ZZZS ne pogrunta, kdo tukaj pije in kdo plača, ne bomo se ničesar drugega lotili.
to je pač, to je na to, na čemer oni vztrajajo. Zakaj pa ne bi istočasno recimo ukinili dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa ni odgovora na to simpel vprašanje. Ali pa zakaj ne bi istočasno sprejeli na področju zdravstvenih domov to, da se ustavi, koliko koncesij se podeljuje nenadzorovano, ali pa to, da župani dejansko lahko podeljujejo koncesije komurkoli hočejo za zdravstvo. Na to ni odgovora. Na to bi opozoril, da je pač to nekako, da cel ta sistem, kako pripravljajo oni delati to reformo, je pač v bistvu tako, da nočejo nikakor vse je megleno, nočejo povedati, kakšna bo končna slika te reforme, ne, kakšen sistem res hočemo vzpostaviti. Meni bi se zdaj logično, če ti hočeš narediti reformo sistema, najprej poveš, kakšen bo zdaj ta nov sistem, kako bo urejen. Ne vem, meni se to zdi, če hočeš nekaj spremeniti, veš, kakšen hočeš, da je končna slika. Kakšen je cilj, v katero smer gremo in potem lahko vse deležnike povabiš skupaj in jim rečeš, evo, v to smer bomo šli in zato bomo tako pa tako spreminjali. Oni pa konstantno ne bojo nikoli, boste videli tudi v prihodnjih mesecih, nikoli ne bo nihče povedal, kakšen je cilj tega sistema. Govorili bojo vedno samo o tem enem konkretnem koraku, ki ga moramo zdaj sprejeti, zato da ta cilj skozi ostane meglen, zato da se ne zavedamo, da je ta v bistvu cilj več privatizacije, kot jo imamo zdaj, in da bodo postopoma probali na vsakem možnem ovinku nas zapeljati v smer proti temu, da se pa tukaj lahko še privatnike angažiramo, pa tukaj v bistvu lahko še malo vodenje javnih zavodov, v bistvu ne bomo ga sprivatizirali, ampak bojo imeli pa malo več avtonomije, pa v bistvu bojo pravno ločeni od tega celotnega sistema, pa samo še en korak, ki ga je treba, mogoče v naslednjem mandatu ali pa še eno leto kasneje, da jih pa pol dokončno sprivatiziraš. Skratka, konstantno bodo tukaj na vseh možnih vogalih probali nas peljati proti tej dodatni privatizaciji. To se bo dogajalo, ves čas bojo pa govorili, ne, sej mi smo za javno zdravstvo in borimo se proti korupciji. Preden prejdemo na naslednji sklop okolje, bi ti postavil samo še eno vprašanje in sicer, če to nas čaka v naslednjih mesecih, ne, kaj čaka potem vlado oziroma te odločevalce kot nek odgovor s strani civilne družbe? O čem naj na tej točki, ob tem zavedanju, ob teh informacijah vsaj razmišljamo, da kasneje recimo potegnemo tudi neke konkretnejše korake? Ker sicer mislim, da je slika jasna, kam to gre, je bila večkrat že opisana. Ja, ne vem, to je en velik izziv, pač kako to vedenje, ker to je to komplicirano, mislim, se pravim, njim je zelo v interesu, da je ta voda čim bolj kalna in da so te ukrepi skriti za 3 drugimi ukrepi in povedani med besedami in nekako pač tako neizraženi. Edin, kjer se to vidi, se vidi na konkretnih polkah. Enkrat stvar rata res konkretna, tako kot pri teh ambulantah za neopredeljene, potem se res konkretno pokaže, privatizacija, kapital, pohlep kot edini gonilo pač tega sistema, kako bomo reševali ta sistem s pohlepom. In naša naloga vseh tukaj nas skupaj, ki smo tukaj v tem prostoru ali pa kdorkoli bo to kasneje gledal, bi morala biti v prvi vrsti, bi morali mi nekako sploh to kompleksno tematiko tega, da se nam to res pripravlja, ampak da oni pač, to je ta znana situacija, žaba se kuha počas. In oni bodo to žabo probali čist na počas kuhati, magari tudi izklopili šporhet za nekaj časa, da se malo shladi voda, pa bojo pa že spet malo prežnali in tudi jim bo v redu, če ne bojo do 4 letih sploh skuhali te žabe. Če bojo samo malo blanširali to žabo, pač v 4 letih jim bo čist dost. Mi moramo pa premagati nekako skupaj ta feeling, v smislu, vse to so karizmatični fantje, pa vse oni se borijo proti korupciji, pa zgledajo taki, pa doktor je doktor je me pa jaz zaupati, pa ne bomo zdaj delali problemov, nimajo čarobne palčke, vse to, pa še pol pa zadnji argument je pa, a hočete, da se Janša vrne, ne? Zdaj je to, a res hočete, da se Janša vrne, ne? In kako bomo zdaj tukaj ozavestili širšo javnost to, kaj se nam dogaja, a lahko to naredimo, lahko dosežemo, da ozavestimo Slovenijo na isti način, kot smo uspeli ljudi pač ozavestiti, da je to, kar nam Janša pripravlja bed, da se morajo aktivirati, je bilo, kot rečeno, ful lažji, ker nam je on ful pomagal za svojim nastopom. Tukaj bo pa ta izziv ful težek in to mora biti po mojem prvenstvena naloga pač civilne družbe zdaj, ali pa recimo vsaj Glasu ljudstva, da probamo te informacije čim bolj jasno, čim bolj enostavno prikazati v tej celi žlobodri tega, kar oni kuhajo.
in potem zahtevati, da se to prepreči. No. Ena stvar, ki mi je definitivno, ki mi je taka pozitivna, resnično pozitivna zadeva v zadnjih 2-3 letih, kakorkoli, ne, je to opolnomočenje civilne družbe. Ne. Poleg samo protestov, videli smo recimo to zadevo najbolj, pa jaz osebno sem jo še tako najbolj začutil na lokalnih volitvah, kjer so se marsikje v občinske svete in tudi na županske položaje prebili ljudje, torej posamezniki in posameznice iz res civilno-družbenih iniciativ. Ne. Kanal ob Soči je tak lep primer. Ne. Tudi v Ilirski Bistrici, od kjer jaz prihajam, smo dobili neodvisnega župana, ki v bistvu je zelo naklonjen progresivnim politikam in pa tudi varstvu okolja in tako naprej. Ampak, ko pa gledamo to stvar širše, ne, se moramo pa vseeno zavedati, ne, da živimo v družbi, v kateri, lahko mi gledamo na državo, nasprotujemo vladi oziroma delu, ki ga ta opravlja ne dovolj dobro ali celo škodljivo za našo družbo, sam igra je pa potem ta, ne, da imamo, naštel sem prej vse te organizacije, ki lobirajo, vodijo igro in to samo na enemu primeru in to je zdravstvo. Ne. Ampak in omenil si že prej teh vrtičkov, ki so v zadnjih letih tega neoliberalizma pognojeni z marsičem zrasli v razne plantaže, ne, imamo vedno te interese, proti katerim se bori civilna družba. In potem imate umetnike in biologe, ki morajo postati pravniki, ki morajo naštudirati zakone do te točke, da bi pravzaprav lahko bili zakonodajalci in tako naprej. In imamo na eni strani te lobije, na drugi imamo pa recimo nevladne organizacije, ki jih imamo ogromno v Sloveniji, ne? In to je pravzaprav ta bitka. Ne? Midva sva se o tem malo prej pogovarjala in si hotela prav tukaj neke stvari res povedati in se mi zdi, da je vredno, da jih slišimo. Ja. Ja, hvala. Ta nevladna scena je res, pač če je človek že dolgo na tej nevladni sceni, imaš pač nek pogled na to in neke izkušnje. In jaz sem čisto za primerjavo oziroma za to, da imamo ažurne podatke, danes izpisala iz AIPES-a, koliko imamo nevladnih organizacij v Sloveniji. 6 manj kot 6.000 nevladnih organizacij. Ampak vse te z delovanjem v javnem interesu. Nevladnih organizacij še dosti več, vse te imajo status delovanja v javnem interesu, kar pomeni, da so že nekaj naredile, ne? Imajo neke reference, imajo nekaj za sabo, na temelju česar lahko tudi imajo neka stališča in jih zastopajo. Zdaj, v času pretekle vlade so se kapitalski lobiji povezani s politiko, seveda govorimo o SDS, zelo trudili, da bi zatrli te nevladne organizacije, ki so bile seveda njim trn v peti pri investicijah v okolje, za katere je fajn, če nihče ne nasprotuje, če se lahko gradi tam, kjer se najlažje in najceneje gradi, ne glede na to, kaj s tem uničiš, kakšne naravne vrednote, kakšen del narave s tem uničiš. Fino je graditi tudi hidroelektrarne, če smo že pri tem, na rekah, na Savi so trenutno aktualne, ne, tukaj je kup zavajanja. Hidroelektrarne naj bi proizvajali električno energijo, ampak te hidroelektrarne, ta veriga planirana na Savi, 10 do 12 novih hidroelektrarn, sploh ni namenjena v bistvu proizvodnje električne energije. To je kaplja v morje proti slovenski porabi. 1% bi samo vsaka elektrarna producirala, 1% slovenske porabe. Talum pa porabi 10%. Ne? In če bi ga samo ukinili, ne bi bilo treba nobene elektrarne, ampak okej. Zadaj je čisto druga logika in sicer to, da se te zadeve gradijo 25 let, recimo, in da med tem tečejo vsi ti procesi, vse gradbene firme služijo, Litostroj služi, vsi, ki sodelujejo v tem procesu, tle denar kroži, služi, kapital se aktivira in dela money makes money. Ne? Tako gre to. In zato ne smemo pustiti uničiti našega okolja. In zato smo mi na teh
barikadah. In nas, prosim, organizacij, ki imamo status delovanja v javnem interesu iz zakona o ohranjanju narave, je samo 30. To je polovico odstotka vseh organizacij, ki delujejo v javnem interesu, nevladnih. To je tako malo, ne? Ministrstvo za okolje, naravo in prostor, naravo jaz dodajam, zato ker pač spada, doslej je spadala tja, zdaj spada okolje drugam, ne? Je podelilo ta status samo 44 organizacijam. To je 0,7% organizacij, ki delujejo v javnem interesu. Moramo vedeti, da so tukaj zraven in gasilci, in Rdeči križ, in vsi mogoči pevski zbori, folklorne skupine, pa nočem reči nič slabega o njih, tudi sama sem sodelovala v številnih, sploh ne, ampak številčno daleč prevladujejo. Trn v peti smo bili pa samo tisti, ki delujemo na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Torej tisti, ki lahko vstopamo v postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja. In zato se je spreminjal zakon, zato so se spreminjali zakoni, te, ki so bili interventno sprejeti zaradi ukrepov proti epidemiji covida. Tam noter so se znašli členi, ki so nalagali nevladnim organizacijam dosti hujše pogoje za to, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, če želijo vstopiti v take postopke. Tudi mi, ki smo že 25 let letos, jih nismo izpolnjevali. Koliko zaposlenih mora imeti organizacija, če je zavod, koliko mora imeti članov, če je društvo, pa ti morajo biti člani že 2 leti prej, pa plačati članarino, to mora biti vse dokazano in tako naprej. Take, ne, to so bili Vizjakovi podtikanja v zakone, zato da bi se znebili. Ampak seveda hkrati bi se znebili še vseh drugih. Kar pa seveda niso načrtovali, ker se sploh niso zavedali, kako zelo velik je organizacij nevladnih. Zdaj, zakaj so sploh nevladne organizacije? Rastejo kot gobe po dežju, zato ker se ljudje začenjajo zavedati, da morajo sami stopiti v akcijo, da je potrebno neko aktivno državljanstvo, če hočeš, da zavaruješ okolje, naravo, v katerem živiš. Na vse zadnje smo od tega vsi odvisni, tako kot smo od zdravstva, ne? Od zdravnikov igrajo na to, da pa človeško zdravje je pa že ena vrednota, ki je neprecenljiva. Ampak ravno tako je okolje, oziroma z drugo besedo ohranjena narava, ne? Ena vrednota, ki recimo smo se jo zavedli v času epidemije. Koliko ljudi je šlo takrat v naravo, koliko jim je pomagalo ravno to, da so lahko se naužili teh vrednot, zato da so lažje prebrodili to epidemijo. Mi smo imeli v našem centru, recimo na Goričkem, v tistem letu, epidemskem, ta prvem, več obiskovalcev kot v 10 letih prej skupaj. Prišli so neverjetno različni ljudje z različno izobrazbo, z različnih koncev Slovenije in tako naprej. Torej, to nekaj pomeni, če smo samo na nivoju uživanja te narave, ne? Kaj šele vse ekosistemske storitve, koristi, ki jih imamo od tega. Čisto vodo, zrak, ki ga dihamo, to vse prihaja iz narave oziroma ohranjanje biodiverzitete. In brez tega ne moremo, samo vedno in v vsaki vladi narava, okolje maha na koncu tega repa. Čisto nazadnje se odloča o tem, kdo bo minister za okolje in prostor ali pa za recimo zdaj naravne vire, a ne? To bom težko prenesla, ta izraz, kot naslov ministrstva, ne? Tisto, kar ostane nekim političnim kupčkanjem med različnimi strankami, no, pa dajmo temu okolje, ne, se vseeno, samo da ima pač neki, ne. Ja, to bi moralo biti prvo. Slovenija ima, zdaj pa res številke, Slovenija zaseda komajda 0,04% celotne površine našega planeta.
in samo 14 tisočink kopnega. Na ozemlju Slovenije pa živi več kot 1% vseh znanih vrst živih bitij na svetu in več kot 2% celinskih vrst, torej tistih, ki živijo na kopnem. Torej imamo neverjetno biodiverziteto, kar je pač posledica teh naravnih danosti, ki jih Slovenija ima, križišče, podnebno in geološko in vsakršno, ne, smo nekako na sončni strani Alp, ne, in hkrati Panonija in Alpe in morje in gozdovi na Kočevskem in tako naprej. Ampak to moramo ohranjati, to je naš kapital. Mi imamo gozdove, mi imamo vode. Če tega ne bomo zaščitili, mi sami državljani, očitno moramo mi stopiti skupaj, da bomo to zavarovali pred vsakršnimi interesi, kjer se seveda povezujejo kapitalski interesi s politiko. Jaz bi v povezavi pravzaprav s tem te vprašal, ker imamo zdaj skratka dve ministrstvi, ki nekako po svojih nazivih bi morali spadati pod eno. Tako je. In to je, imamo Ministrstvo za naravne vire in prostor in imamo Ministrstvo za podnebje in tehnologijo, ki ga vodi Bojan Kumer, dozdajšnji minister za infrastrukturo. To omenjam specifično zato, ker to nam nekaj vendarle pove. Kako komentiraš, malo si že, vem, ampak kako komentiraš nastanek teh dveh ministrstev? Kaj je po tvojem tukaj v ozadju? Številni biologi, okoljevarstveniki, naravovarstveniki ste namreč pred samim referendumom opozorili, da predloga zakona o vladi ne boste podprli, da ne bo 3x za v vašem imenu. Pa me zanima, kaj so bile tisti največji zadržki, najbolj otipljivi zadržki, ki ste jih imeli in kako pričakujete, da se bodo stvari zdaj razpletale naprej? Nekako si že sama prej omenila, da ne veste točno pod niti katero ministrstvo spadate. Pa to je iskreno. Ja. Okay. Torej, kako vidiš ti dve ministrstvi? Zakaj dve? Ja, jaz si lahko razlagam to samo na en način. Doslej je bilo precej opozicije v tem, precej upora proti različnim investicijam, velikim investicijam, državnim prostorskim načrtom v okolje. Ne? In vse to se je dogajalo na Ministrstvu za okolje in prostor. Zdaj, če okolje ločiš od narave in naravo poimenuješ samo z naravnimi viri, si pravzaprav razdelil naše življenjsko okolje na dva kosa. In to okolje je šlo na ministrstvo, jaz sem jih tle z različnim barvam označila, ker eno je modro, eno je zeleno ministrstvo, ne? Za okolje, podnebje in energijo. Torej, meni ta naslov ministrstva pove to, da ljudje, ki so se to zmislili, ne vedo o tem nič. Podnebje, se spomniš, ko smo včasih rekli, da ta je pa za nasončno upravo. Jaz to tako slišam. Kakšna sončna uprava? Podnebje je, kakršno je, se spreminja, se je vedno v zgodovini tega planeta spreminjalo, včasih hitreje, včasih počasneje. Res je, da smo zdaj mi tisti, ki povzročamo ljudje, človeška vrsta, te spremembe in tukaj je treba zelo veliko narediti, zelo veliko. Ampak vseeno, imeti v naslovu ministrstva za podnebje, ja, potem imamo pa lahko marsikaj v tem naslovu, ne? Da pa daš to skupaj z okoljem, je pa ta intencija tukaj popolnoma jasna meni. Pač podrediti okolje energetiki, ne energiji, energetiki in posegom v okolje. Veliko lažje bo doseči konsens, iti skozi postopke, ker ne bo tečnob, kakršni smo mi, ki bomo ves čas se vključevali v te postopke, ker imamo pač status in to možnost, da se vključimo v postopke in z argumenti in to
poštenimi, strokovnimi argumenti oponiramo takšnim postopkom. Te možnosti bodo zelo manjše in še manjše bojo možnosti, da bojo ljudje, javnost opozorjeni na te in informirani na te zadeve. To se kaže zdaj v različnih posegih, ki grejo kar naprej, ne glede na to, kaj ljudje na to pravijo. In tukaj je ta velika nevarnost, ne, da recimo ostajajo na dosedanjem Ministrstvu za okolje in prostor, ki se zdaj imenuje za naravne vire, investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pa bo varovanje okolja, celovite presoje vplivov na okolje, ki se natančno tega tičejo, teh investicij v te okoljske vodne infrastrukture. Ne? Se reče, da so razdelili eno področje, eno pravzaprav ozko področje na dva konca. Lažje bo manipulirati s tem. Ne moram se tega drugače predstavljati, da bo okolje še bolj na udaru in da bo uničevanje narave še lažje. Ne bo toliko upora proti temu. Ne? Je pa to ravno kar nastalo, tako da dejanskih postopkov, kako bodo zdaj tekli, si sploh ne moram predstavljati. Ne? Sam mogoče ena informacija v povezavi s tem, zakaj je to toliko pomembno in zakaj okoljevarstveniki oziroma naravovarstveniki velikokrat opozarjajo oziroma so največkrat in najglasneje predvsem proti verigi novih oziroma hidroelektrarn, desetih njih, ki naj bi bile zgrajene na srednjem toku Save. Po navajanju recimo ene od njih biologinje, v bistvu zoologinje Maje Zagmajster, sem prav rekel, ne? Maja Zagmajster je specializirana konkretno za te drobne organizme, ki živijo v produ ob pogoju prosto tekoče vode, ne? Recimo reke, recimo potoka. To je zelo, zelo specializirano področje. Ona resnično ve, kaj govori. Hočem dati ta poudarek. Imeli smo okroglo mizo v Litiji, kjer smo se o tem javno pogovarjali. In sicer, kaj je problem zdaj teh 10 hidroelektrarn? Prosti tok Save oziroma srednjega toka Save v tem primeru bi spremenili v 10 akumulacijskih jezer, v katerih zelo nehitro v katerih, če zelo na hitro povem, bi se nabirali sedimenti, to naj bi bila več pretočna voda, to bi bila stoječa umetno narejena jezera, sedimenti bi dejansko pomorili te drobne organizme, ki živijo v rečnem produ, ki pravzaprav ti drobni organizmi, čeprav jih ne poznamo in mislim, da jih tudi videti ne moramo s prostimi očmi, ali komaj da. No, jaz recimo ne, jaz sem dejansko zloglasno slep. Ampak komaj da, ja, oni skrbijo za to, da imamo mi pitno vodo. Oni jo prečistijo. Ne? In to zdaj ni nujno samo neka ljubezen do teh drobnih organizmov. Mi iz zajetja tega srednjega toka Save, torej cela osrednje slovenska regija dobiva pitno vodo. Tudi Ljubljana. Tudi Ljubljana, s poudarkom na Ljubljani. Ne? In to je 550.000 ljudi. To je 26% celotne slovenske populacije. Da v tistem v tisti kanalizaciji, ki jo gradijo zdaj tukaj čez zajetje pitne vode tukaj v Ljubljani, niti ne govorimo. Ne. Pa je, da bo to zelo varno in tako naprej in je vse v redu, razen v primeru recimo nekega, niti ne tako hudega potresa, pol bomo ob tej katastrofi imeli še to katastrofo in tako dalje. Ne. Če se hoče že iti tak kolektivni samomor, je dobro, da imaš vsaj zdravstvo nekako pod kontrolo, ampak slišimo, da temu ni tako. Tako da, hotel sem samo dati ta poudarek, zakaj pravzaprav je pomembno, da se posvečamo tem vprašanjem, ker o tem nam ne govorijo. Govorijo nam o delovnih mestih, hkrati ne povedo, da za upravljanje teh hidroelektrarn, sodobnih hidroelektrarn, pravzaprav ne potrebuješ ljudi. Ne potrebuješ niti umetne inteligence, so gumbi, ki potem opravijo svoje. Ne?
Oni so bili na sestanku pri ministru za zdravje. Vi pričakujete nek dialog oziroma si že kakorkoli prizadevate za dialog, bodi si z ministrom z oprostimi, ampak naravne vire in prostor, ne? Torej Uroš Brežan oziroma s Kumrom iz Ministrstva za podnebje in tehnologijo. Kakšni so vaši načrti v razvozlanju te zagate, kot jo vidite, kot na njo opozarjate? Vem, da je več kot zagata. Ampak to, da ne veste, kam spadate trenutno, nekako ne bo zadostilo tega, da boste stali na mestu, toliko vas pa že poznam vse skupaj. Nikakor, seveda, mi smo vedno na strani narave, vedno ne glede na to, kakšne barve je vlada. Tukaj ni kaj, poskušamo pa seveda dopovedati z strokovnimi argumenti, kako naj bi stvari bile. No, to sem mogoče prej pozabila reči, ko je bilo podtikanje različnih členov v zakone, protikovidne zakone v prejšnji vladi, tako je podtikanje te spremembe, da se Ministrstvo za okolje in naravo razdeli na dva konca, bilo v tem zakonu o spremembi vlade, zato smo bili mi proti. Zato smo pozivali, da je to zavajanje trikrat za. Treba je premisliti, zakaj rečeš za. Mogoče pa ni vse trikrat. Ne? In to je bilo podtaknjeno v ta zakon in ker je bil sprejet, ker je bilo trikrat za, imamo zdaj to. Ne vem, ti ne znam povedati, kako se bomo tega lotili. Čakamo na neke, zdaj je to zelo sveža stvar, na neke prve odzive, kako bodo postopki, ki že tečejo, tekli naprej. To je zdaj vprašanje. Hkrati pa zasledujemo različne razpise, uradni list in tako naprej, kjer piše, recimo, da je treba za državni prostorski načrt, za prve 3 hidroelektrarne, mimogrede, stale bodo v enem najlepših kanjonov, rečnih kanjonov v Evropi. Zato je priznana Srednja Sava, od Litije do Hrastnika, recimo, do Renk, pa še malo naprej. Da je treba narediti protipoplavne študije, da je treba narediti študije o eroziji v tem. To so razpisi, ki so čisto legitimni in se dela na tem meni nič, tebi nič naprej. Pa ne vemo niti kdo, niti kako, niti vemo pa, da če bodo šli načrti za gradnjo naprej, da bo to katastrofa za Slovenijo celo, ne samo za Savo. Sava je naša največja, najdaljša reka, napaja in hkrati odvodnjava 2/3 Slovenije s svojimi pritoki. Izvira pri nas. Vsi pritoki, ki se jih pridružijo v Sloveniji, izvirajo pri nas, torej imamo platno in škarje in vse v rokah, da stvari uredimo tako, kot je prav. In da imamo čiste vode in zdravo življenjsko okolje z ohranjeno biodiverziteto. Jaz drugega več ne moram reči, kot da bi bilo prav, da gremo v to smer. Vse svetovne smernice kažejo na to, kako upada biodiverziteta. 100 vrst na dan zgine iz tega planeta. Nikoli več jih ne bo nazaj. Nekateri od teh živijo tudi pri nas, pa jih sploh spoznali ne bomo. Ampak tako delamo s svojim okoljem. Jaša? Jaz sem hotel samo dodati, da se navezati na tole število 5994 organizacij v statusom delovanja v javnem interesu. Nažalost je ena od teh organizacij še vedno tudi Društvo za zaščito, Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je še vedno ena izmed teh. Tako da v bistvu moramo uradno reči, da ne priznavamo vsaj enega od teh društev. To so pač te neonacisti, ki imajo še vedno, nažalost, na Ministrstvu za kulturo status društva v javnem interesu. Sem pa hotel reči, da ja, pač tudi na področju okolja, mi smo pač imeli tudi pač sestank, mislim, Glas ljudstva se ukvarjamo s tem, se tudi pač smo v navezi in smo zdaj na vseh področjih v bistvu je malo
še vedno ta situacija, da je zdaj to neka, ne, če je bila prej pod Janšo to neka dejansko, ne, druga svetovna vojna, ne, in smo se borili, ne, tako direktno, frontalno, zdaj pa je pač to neka hladna vojna, neko merjenje moči, ne, kjer tudi imamo še vedno tudi kot predstavniki civilne družbe, če pridemo tja in pa rečemo, ja, tukaj iz tega ministrstva nas pa niso poklicali, ne, in smo jim pisali že 3 maile, pa se niso javili, da pol ne rečejo, aha, no, okej, bojo, in potem res naslednji dan pa pol pač odgovorijo, skratka, tako nekako smo neko merjenje moči poteka zdaj med civilno družbo in med to vlado, ki se je načeloma zelo jasno zavezala pred volitvami, ob volitvami in tik po volitvah, da bo drugačna, da bo upoštevala civilno družbo, da bo vodila politiko v dialogu in tako naprej. In zdaj se šele v bistvu prihajamo do tega, kjer bo pa zdaj res glede enih tem zagustili in bomo videli, koliko je tega, ker lahko je pač biti v dialogu, če se pogovarjamo, če ne vem, prerežemo nek trakac na nekem otvoritvi nečesa, ne, ampak ko pa pride do teh stvari, kjer se dejansko interesi ljudi in okolja klešnejo na polno z interesi kapitala, ne, takrat pa pol, tukaj bomo pa pač videli, kako se bo zgodilo. Mislim, da bitka ni izgubljena, da ne bo izpadlo, da sem da prišla tukaj sam pač ne zdaj jamrati in vse je grozno, vse gre v kurac. Ne, pač v bistvu glih poanta je v tem, da pred nami bodo zdaj te bitke in te bitke bodo manj jasne, kot takrat, kadar so te kreteni prejšnje vlade prišli in direktno povedali in jim je na faci pisali, da se jim gre samo za dolarje, ampak bojo v bistvu manj jasne stvari in bo včasih argumenti za in argumenti proti za neki in bo treba preceniti. Jaz samo pač mislim, da naša naloga mora biti, ne vem, sem dobil od tebe občutek, da si bolj optimistična glede tega, kakšen je angažma civilne družbe in to, da se nove organizacije, meni v bistvu se bojim tega, da je še vedno premalo. Mislim, da se je ta aktivnost, državljanska aktivnost pod Janšo dvignila, zato ker ni bilo izbire, pa v dosti primerih tudi zato, ker nisi smel drugo občino in je zdaj to ljudi pripričalo, da morajo biti aktivni državljani, ker nam ne pustijo iti v drugo občino, na Bled, na Kremšnito. In ne vem, samo upam, no, da ali pa se mi zdi res ful pomembno, zdaj tudi, ko poslušam, kaj govorimo, reflektiram, da kako aktivirati večjo količino širše populacije, da se res zavedamo, da ni zdaj vse je v redu, Janše smo se znebili, zdaj pa fuzbal. To se mi zdi tak ful ključen izziv za nas, no. Pa za vas, kad to poslušate. To je zvrstno. Jaz bom na to navezal svoje zadnje besede, morda mi še kaj pade na pamet, ponavadi je tako, ampak ja, najprej glede neonacistov. Ne. To je nekaj, kar se mi absolutno ne zdi prav, da se zdaj kar pozablja na njih, kakor da so oni zdaj kar nekam šli. Ne, še vedno so tukaj, njihovo društvo še vedno je, ne, in še vedno rovarijo. In meni se ne zdi prav, da se pretvarjamo, kakor da jih več ni, oziroma da nekako poskušamo te ljudi, ter v mene jopiče in tako dalje, kar pozabiti zdaj. Ne. In jaz lahko v zvezi s tem sam povem, da pišem članek z naslovom za mladino, prav z naslovom Ne smemo jih pozabiti. Mi to izide v kratkem, ker moramo se resnično boriti na vseh frontah, na katerih se lahko. Ne. To od nas zahtevajo razmere. Jaz nisem dobil vtisa, da tukaj kdorkoli karkoli jamra, ampak moramo povedati stvari res kakršne so. Zelo mi je bilo všeč, ko si rekel, ljudem bo treba razložiti, da pač ta populizem je zgrajen na resnično zavajanju, da je zgrajen na preusmeritvi pozornosti, korupcija in ne vem kaj, ne, sistemske probleme naslavljati to, ne, in podobni primeri. Ne. Naslov današnjega pogovora je bil Slovenija v letu 2023, ker se mi ni zdelo smotrno zastaviti vprašanja, kakšna bo Slovenija v letu 2023 iz enega zelo preprostega razloga. In ta je, da bi bilo to vprašanje, na katerega bi moral že biti odgovor samoumeven, in sicer Slovenija v letu 2023 kakšna bo odvisno v precejšnji meri od nas, od civilne družbe. To so lekcije, ki smo jih pobrali iz leta 2022,
To so lekcije, ki smo jih pobrali iz leta 2021 z neverjetnim zgodovinskim, resnično zgodovinskim odzivom na tako imenovani referendum za pitno vodo. In mislim, da moramo resnično v tej smeri kot družba delovati naprej, brez da bi to zdaj kakorkoli pompozno in posebej razlagal. Na tej točki bi jaz seveda res vprašal, če je še kakršnokoli vprašanje oziroma komentar iz publike. Je bila to roka? Ne, ok, če bi kdorkoli želel karkoli reči. Ne vsiljujemo, ampak beseda je vaša, če jo želite. A da bomo veseli? Pa Jaša je rekel, da bomo veseli, zdaj pa mora nekdo. No? Če ne on določil nekoga, ni to vse zdaj tle demokracija. Ajde šušu, daj ti. A nekdo je? Je, roka. Si? Ok, davaj. Si razumela? Da, Nisem čisto razumela. bom jaz, skratka, se lahko tudi povem za voljo zvoka. Vprašanje je bilo, da v smeri kot predloga, da bi se splačalo oblasti oziroma pristojnim, pa tudi ljudem nasplošno povedati, da te hidroelektrarne, ne, in mene je pravzaprav zmotilo v povezavi s tem prav to, kar si ti prej prebrala, ne, namreč investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, ne, da je to nekako proti temu, kar se je rezultatov referenduma, ja, da ne dolgo vezem, točno tako. Ja, seveda. To je dodaten argument, ki pa v presoji vplivov na okolje doslej ni bil upoštevan. Tudi te študije so razmeroma nove, vsaj še nastajajo na območju spodnje Save, so te kolegi, kot se je omenil, Majo Zagmajster in dr. Peter Trontelj in njihova ekipa, raziskovali to reko, nevidno reko, to je reka, ki teče vzporedno s strugo, ki jo vidimo, pod prodom, to je tisti vir naše pitne vode, kaj vse tam živi in so našli ogromno novih vrst, ki jih sploh do zdaj nismo poznali. Ne samo za Slovenijo, tudi za znanost so bile to nove vrste. Torej, preden bojo to do konca raziskali, bojo že zginile, če se zgodi gradnja. To je primerljivo s tem, ko odprejo neko območje za gradnjo recimo avtoceste ali pa nekega velikega objekta, naletijo na neke arheološke ostaline, recimo iz rimskih časov ali pa še odprej, ne. Takoj se ustavi gradnja, takoj nastopijo arheologi, oni od tega živijo, hvala Bogu, da se kaj takega dogaja, da lahko pridejo in raziščejo, ampak vse se ustavi, ker je to nekaj vredno, pa so samo ostaline človeške civilizacije. Tukaj so pa vrste, ki so nastajale milijone let, se prilagodile na to okolje in na ta način življenja in so nam izjemno koristne, pa bojo zginile, ne, da bi jih sploh spoznali. Ne? Ja, se strinjam, to je treba, enostavno mi delamo na tem in že prihaja v zahteve pri presojah vplivov na okolje tudi ta element. To je treba prej narediti, kar pomeni še dodaten zadržek časovni pri nekem umeščanju nekih objektov, recimo hidroelektrarn, v okolje, ne? Ker bo treba to raziskati, biologi pač rabimo čas, da to raziščemo, običajno je treba vsaj 1 leto, da grejo vsi letni časi, vse sezone, ki spreminjajo življenje tam, ne, skozi, ne, da imamo pač celoletni pregled, lahko bi bilo tudi več let, več se ugotovi v več letih, ampak vedno se grozno mudi s temi študijami, zato ker pač je treba graditi na vsak način. Litostroj je že izdelal turbine, pa ni nikjer nobenih dovoljenj za to, da bi sploh smeli graditi. Potem so nam pa učitelj,
na Gospodarski zbornici Slovenije, ko smo to izpostavili, da vi boste krivi, ker bodo družine delavcev iz Litostroja lačne. Kako prosim? Ja, zato, ker oni že delajo turbine za te elektrarne. Čakajte malo. Tukaj ljudje sploh niso obveščeni o tem, da bojo elektrarne. Lokalni prebivalci niso obveščeni. Ko smo imeli v Litiji to okroglo mizo zunaj, glavno vprašanje je bilo, kako pa, da mi nič ne vemo o tem? Zakaj pa nam tega noben prej ni povedal, kar vi zdaj tle govorite, ne? Zato, ker ni teh javnih razprav, se izogibajo tako lokalni politiki, kot tudi na državnem nivoju pa sploh, ne? In ja, mi delamo na tem, da se to upošteva, povsod, kjer smo zraven, zahtevamo upoštevanje teh faktorjev in se dogaja, če dalje bolj gre pa to počas. Okay. Torej, vprašanje je bilo, če smo razmišljali, da bi naredili kakšno šolo, na nek način posredovali informacije, izobraževali na to, kako se lahko ljudi aktivirajo, dosežejo. Okay? Iskreno rečeno, neki smo bili že povabljeni tudi na okrog, predvsem iz tujine so nas parkrat povabili na razne neke te izmenjave, kjer smo zdaj kao, ful so nam fovš, recimo na Madžarskem, pa na Poljskem, pa v teh nekih državah, ne, se jim zdi, mogoče pa oni kaj vejo, kaj mi ne vemo, ne, kako je njim to ratalo. Tako da smo dejansko bili na ene parih teh nekih teh bolj ad hoc variantah, kjer smo probali neke zaključke ali pa neke principe, ki smo jih mi sprot odkrili predati. Je pa ful dober predlog, ja, mogoče bi morali, zaenkrat v bistvu mi tudi sploh zdaj smo prišli iz te ene faze, ki je bila bolj tako aktivistična na barikadah, ne, do zdaj te faze, ki smo moramo bolj tako strateško, kar je meni ful bolj stresno in naporno, ne, to pač, da ne smeš direktno nikomu reči v faco, da je fašist, ne, je bolj naporno, ampak nekako sprot odkrivamo nekako te stvari, sprot se učimo, sprot probamo ugotoviti, kaj bi delali, kaj ne bi delali. Ampak ja, mislim, da je bilo super, da več pozornosti posvetimo tudi temu pridobivanju novih članov, izobraževanju, delu z temi lokalnimi okolji, ne, pač imamo zdaj imamo par teh aktivistov, ki so ful zagrizeni, ki so bili z nami skozi te zadnjih par let, ki so dejansko bili tudi te, ki so večinoma organizirali te lokalne stavke pacientov, recimo, ampak to so res hecanje, da je to je nekaj, kar bi nas morali skrbeti, da večina teh ljudi, ki so najbolj aktivni, so v bistvu ljudje, ki so tik pred penzijo ali pa v penziji. To so pač tudi, in tudi recimo 8. marec, ne, ki je tako na nek način, tako če pogledaš njihov, ne, tako zunanjo podobo, so to neke mlade punce večinoma, pa pogledaš, kdo so njihovi aktivisti na terenu. Eno je to, da itak so to skupni pač te neki aktivisti, ki jih ima in Glas ljudstva in vse pač kjerkoli in okoljevarstvene organizacije, so to isti ljudje, bolj manj, ki se vsemi temi stvarmi ukvarjajo. Ampak so to večinoma ta starejša generacija, ne vem, ali mojih staršev ali pa malo mlajših, malo starejših. Tam nekje, ja, mogoče kakšni tudi malo mlajši. In res, moramo se vsi skupaj vprašati, kje je pa ta naša generacija, kje je pa ta mlajša generacija, še kje so ti 20-letniki, 30-letniki, ne, mislim, 18-letniki, 15-letniki, kako pač nabildati to neko moč tukaj in to je eno veliko delo, no, ki bi ga se bilo treba lotiti. Samo pač ja, zaenkrat mi od zdaj ne, iz ene bitke do druge se pozicioniramo, ampak je pa zelo, bom dejansko na naslednjem sestanku bom odprl to temo. Tako da ja, hvala za, pobude so super tudi, ja, ne samo vprašanja. Sem vseeno prosti hvala, za mlajšo generacijo, pa lobiram za mlade za podnebno pravičnost. Zelo so aktivni, zelo se trudijo, premalo imajo ponavadi strokovne podpore, radi bi, ampak pač nimajo, mi jim zelo pomagamo, no.
zelo v marsikaterem boju smo z njimi ali pa pridejo po kakšne nasvete in take je treba podpreti, ne? Ki imajo nek naboj, ampak jim moraš še nekako pomagati, da pridejo do nekih izkušenj, pa da imajo stroko za sabo. Aha. Rina, izvoli, ja? A ti lahko podam mikrofon, prosim? Da ne ponavljamo. Ja, to je v bistvu ena stvar, ko smo pač s kolegicami aktivistkami večkrat ugotovile in smo na tak način tudi v bistvu ful veliko članov zgubili, zaradi tega, ker je bilo zelo velikrat, pač jaz sem bila v aktivizmu zdaj že skoraj 10 let, mislim da, in zelo velikrat se najde stroka, ki ne podpre mladih in so, vi ste še mladi, se vi nič ne veste in zaradi tega se toliko ceni iz strani mladih stroko, ki jih podpre, ki razumejo, da ne veš vsega, ker pač ne veš vsega, enostavno tudi ne moreš vedeti vsega in pač takoj po izkušnjah, ko stroka podpre mlade aktiviste, se ful zaženejo, zaradi tega, ker vidijo, da so neki ljudje, ki so neki dosegli, ki se borijo za isto stvar in od katerih se lahko učijo, tako da pač hvala tistim, ko pač stroki, ki podpira to, no, ampak se mi zdi, da je treba tudi malo opozoriti, kakšne dele, sploh predvsem zaprte humanistične stroke, akademske, ki pač zapre vrata mladim aktivistom in so neki gatekeeperji vse posodno. Spomnite, prej, ko sem rekel, da imam eno pozitivno pa eno negativno stvar zapovedati. Negativno sem pozabil. Sem vedel, da Za konc, zdaj še negativno. Ne, veš kaj, v bistvu je kot neka napoved, je kot neka, pravzaprav lahko tudi napoved. Zdelo se mi je prav prej, da dam nek respekt levici, sploh ni nujno, da sem glasoval za njih in tako naprej, ker se dogajajo neke dobre stvari in je prav, da včasih to tudi povemo. Zdi se mi, da 2 leti in pol tukaj v SMG-ju res nismo ene take, bom rekel, spodbudne, lepe stvari povedali, ki naj bi bila nujno, ki naj bi bila vsaj povezana s protesti, kar se tiče politike, je pa lepo videti, da pridejo tudi kakšne politike na plano in so udejanjene, ki so meni osebno bližje. Ta negativna stvar, ki sem jo pa prej pozabil omeniti, je pa in je prav, da to tudi povemo, ta odstop Tatjane Bobnar. Zdaj, tukaj je veliko bilo že nekaj napisanega o teh zadevah. Jaz bi tukaj sam rad povedal to, da po navajanju nekih mojih virov, ki so dobro seznanjeni z zadevami na notranjem ministrstvu in tako naprej, ne bi bila tukaj, vse skupaj je bila neka ponesrečena, kratka soap opera, kaj nekdo je nekaj prehitro rekel, pa ni vzel nazaj besede, ne zdravje. In tako naprej. In to v neki normalni državi ne bi privedlo do odstopa oziroma do takih pritiskov, ki so potem privedli do odstopa. Ni čist gola špekulacija. V ozadju naj bi bilo pravzaprav ne nujno njena menjava, ampak menjava vodstva kriminalistične policije. Zaradi tega, ker so določeni krogi, politični krogi zelo hitro spredvideli, da je treba imeti policijo vendarle pod nekim nadzorom. Zaradi tega, ker so v teku priprave na velike projekte, ki bodo vredni ogromno in ogromno in ogromno denarja, ne. Posledično je zaradi tega razpoloženje v policiji, o kateri se lahko kdo misli karkoli hoče, ampak ta stvar, ki sem jaz opazil pri njih, je to, da so zelo mahnjeni na svojo stroko. Strokovno morajo biti stvari speljane. Ampak so zdaj pa je zadeve, kar se morale tiče, tako na psu, da nekateri ljudje predvidevajo, da pravzaprav ne bo nič presenetljivega, če v nekaj letih ali pa v enem obdobju ne bo postalo v policiji zasidrano to prepričanje, da tista vlada, ki trenutno vlada, tej vladi mora policija biti podrejena oziroma interesom, ki so na to vlado prilepljeni. Tako da v bistvu to razlagam zaradi tega, ker ta Golobova vladna ekipa ni popolna, kot sem prej citiral na samem začetku, še vedno manjka ta resor.
ne, ki ga trenutno mislim, da vodi ministrica za javno upravo. Ta kandidat, oziroma kandidat, ta minister oziroma ministrica, to ime se še išče, ta oseba se še išče in jaz hočem sam za konec z moje strani reči. Da boš kandidiral? Ja, kakor si rekel, pobude so dobre. Pobude niso slabe. Ne, nočeš me imeti, ne. Bi bili zavezniki, ampak bi šlo predaleč. Ne, moramo spremljati, to hočem dejansko reči, moramo spremljati, kako se bo zdaj to razpletalo naprej, kdo bo prišel na to položaj, na ta ministerski položaj in katere menjave se bodo potem dogajale v vodstvu policije. Slovenija je majhna družba, so povezave, ki so jasne, mediji bodo to, vsaj nekateri upam, da, mislim, da, verjamem, da že razkrili in tako naprej. Ampak to je ena stvar, na katero bi jaz bil kar pozoren v tem letu. Lahko sam dodam, ja, ne zaupati nobenemu, ne zaupati policiji, ne zaupati pa ne. Sam za konec bi pa dodal še to, da res, kar pa se zdaj vedno bolj opaža, tudi še moja, je pa to, da tudi mediji, ne, da eno je pač tako, nekako smo imeli občutek pod janšizmom že spet, ne, da so mediji nekaj se trudili poročati o resnici, pa so se pol zraven na njih neki pritiski zganjali. Zdaj pa smo že v tej situaciji, kjer imamo pa ta tipičen neoliberalen tudi na področju medijev model, kjer je še bolj v bistvu vrljiv, kjer se recimo neke RTV, ok, vemo, da je še vedno pač okužen, pa se vse jemlje z nekim dvomom, ampak če gledamo recimo poročanje Pop TV-ja, 24 ur, pa že vidimo to, kako nekako se vsaka, recimo, bo se vedno, ko se bo pojavila kakšna taka pobuda strani civilne družbe, ne, ali pa neka socialna pobuda, jo bo nujno treba večkrat uravnotežiti z pa nekimi gospodarstveniki, ki bodo tam govorili, kako pa je to čisto nerealno in kako pa v bistvu to pa bojo, ja, ne vem kaj, bogi, otroci stradali od teh, ki izdelujejo te turbine. Skratka, res smo opazili in prepoznali, ne, tako kot je pač treba biti pozoren na to, kaj se dogaja na področju policije. Medijsko poročanje v Sloveniji je res daleč od tega, da bi bilo objektivno v kateremkoli časopisu, ki ga bereš, in nekako samostojno res, ampak so dejansko tudi pri medijskem poročanju neki lobiji, neki vrtički, ki se gradijo že desetletja in ki jim dejansko neke te agende za ljudi in okolja niso ta prva prioriteta, ampak imajo tudi svoja politična zavezništva, so tudi v ozadju tukaj neke igre in zakaj se ene afere zelo na veliko razpihujejo, kakšne druge pa v bistvu se poroča o njih 3 minute samo na unih poročilih obenih. Tako da treba je biti pozoren, no, tudi na medije. Absolutno, jaz bi recimo tukaj samo dodal še to, da na Večeru, ne, časniku Večer so zdaj začeli pač s tem, kar so grozili oziroma napovedovali že nekaj časa, namreč z odpuščanjem novinark in novinarjev. Ne vem do tega trenutka, koliko jih je bilo odpuščenih, včeraj sem prebral za Ano Lah, ne, ampak ja, tudi to se dogaja. Ne dogaja se to samo na Večeru, ni prav, da izpostavim samo ta časnik, ta medij, se dogaja tudi v drugih, ampak to je zadnji primer, ne, to je včerajšnji primer, kakor jaz vem. Tako da, ja, se dogajajo tudi te stvari, ne, še v marsikaterem drugem mediju, to drži absolutno, ja. Pa dobro, a zdaj bomo pa jamrali na koncu, ne, čakaj, zdaj smo pa to čist zapeljali. Hvala Bogu imamo internet, tam lahko objavimo kar hočemo in nas ne more ustaviti. Tako da, ok, pol pa vidva povejta nekaj za sam konec, da se navežem tudi na to vajna pričakovanja za leto 2023. Politična ali osebna? Ne, naj ne bodo osebna, naj bodo kar, recimo družbeno-politična in glede na to, kolikor vaju poznam, so to tudi isto kot osebna neka pričakovanja. Ja, jaz pričakujem, da bomo uspeli, da bo zdaj se bo pokazalo, 2023 bo odločilno leto, naslednjih par mesecev bo ključnih, kad smo poslušali skozi že od zadnje, ampak dejansko ne, mislim, da bomo, če nam rata še zdaj, pač tako, da smo v bistvu v ful dobri poziciji tega, da smo premagali eno ful veliko oviro, eno res tako skupino ljudi, ki je kršila vse pod soncem, ki jim nič ni bilo sveto, tako da na nek način zdaj na drugi strani ni tako brezobzirnega nasprotnika in če nam rata vsaj približno tako stopnjo aktivacije dosežiti, kot smo jo imeli,
pred kakšnim letom ali pa dvema, lahko dejansko ful stvari spremenimo in lahko dejansko dosežemo na to, da se res sprejmejo neke zakonske uredbe, neke sistemske spremembe, ki bodo za naslednjih 10-20 let lahko pomenile, da bomo vseeno, ne vem, živeli v bolj socialni, bolj pravični, bolj demokratični državi. Če se uspemo do te mere dost množično, dost glasno aktivirati, recimo zdaj v naslednjem letu. Če pa ne, če bomo pa zaspali, potem pa nam pač grozi to polzenje proti privatizaciji. Tako da odločilno leto 23. Se strinjam z odločilnim letom, ampak naša organizacija, torej nas je same ženske, same dekleta, 5 do 6 recimo največ, ne, pa tudi kakšenkrat manj. Mislim, da bomo, prepričana sem, da bomo delali v tem smislu naprej, da stojimo na branikih narave in to strokovnimi argumenti in da bodo ti argumenti vendarle vse bolj slišani. To je vizija. Hkrati pa seveda je treba opolnomočiti to civilno družbo, te ljudi, ki bi radi sodelovali, ki jim je mar za ohranjeno naravo in okolje, da sodelujejo v tem procesu, da so slišani, da imajo besedo in da so vključeni v vse te postopke in na tem delamo. Je pa to seveda brezmejno delo. To se nikoli ne konča, vedno je treba še na izobraževanju, seveda, ko nekaj poznamo, ko nekaj vemo konkretno, zakaj je to dobro, ko poznamo vrste, potem šele znamo varovati. Potem smo šele zainteresirani. Mi veliko delamo z mladimi ljudmi, z otroci in tam vidimo, kako se znajo potem postaviti za svoje interese in za interese narave naše, ko stvari poznajo. In na tem bomo delali naprej, no matter what. Najlepša hvala vsem skupaj. Na tej točki bomo resnično zaključili. Hvala vam za vaš obisk, predvsem pa hvala za obisk vama dvema, Jaša in Marjana. Lep večer vsem skupaj. Jaz razglašujem zdaj tukaj eno neformalno druženje. Hvala vam še enkrat, ker ste prišli.